največji nasvet, ki ga lahko dam, glede tega, kako izboljšati seks, je, da začneš s partnerjem preživljati kvaliteten prosti čas. Veš, kateri seksi so najboljši? Oni, ko tako po noč spiš, ampak pa se po nesreči v istem trenutku zbudiš. Sem nama hotela malo popestriti zvezo, ker je po 4 letih ratalo vse čist preveč rutinsko in sem na hitro napisala tole v notes in mu poslala vsakič po en this or that SMS, da je odgovoril. Tudi če greš v masažo, sem zaradi masaže, ki te boli hrbet, na koncu zmeš seksa že zdaj. Pa ti ga že prosiš na koncu, si že tako potišite, po božji, ne sme biti preveč dobra zgodba. Boš pa gledal pornično vas, da greš seksat. Tukaj enih pogojev mora biti izpolnjenih, da Lucija seksa. Ta podcast se mi zdi res tako dober icebreaker v bistvu. Ful dober. Za pare, mislim. Jaz imam tako pekline po eni joški, zato ker skozi jemljem naga pečen krompir iz pečice. Ej, Lucija, a lahko to ostane med nama? Ja, Sara, itak da. Dobrodošli v podcastu, lahko to ostane med nama. To je podcast, kjer bomo govorili o lulčkih, lulikah, o piškah, to tle zraven. Pa še bomo govorili o tem, kako popestriti čas med rjuhami. Ja. Kako narediti seks še boljši. Ja. Pa o vseh stvarih, ki so tabu, pa res ne bi smele biti. Ja. Ful ti hvala, da si vsak ponedeljek z nami. Zakaj smo v ponedeljkih kle? Zaradi tega, da se seks začne s seksom. Ne. Zaradi tega, da se teden začne s seksom. Hvala, ker naj jo podpiraš, zato ker lajkaš, komentiraš, zato ker si subscriben. Če še nisi, zakaj še nisi? Ful nama to pomaga. Ful pomaga algoritmu, ful pomaga, da drugi ljudje zvejo za ta podcast in več kot kar vas je, večja srečna družinca smo in manj bo seks tabu potem rato, ker bomo vsi o tem govorili in poslušali, a ne? Ja, pa date na meni tak lep feedback, da delava nekaj, kar ljudem nekaj pomeni in pa mi dve se zaveževa, no, da vas bova upoštevali in če imate kakšen predlog ali pa kakšnega gosta, ki ga moramo pripeljati, bova pač vas upoštevali, tako da napište. Se tako. Ja. Če bi naju pa rad še dodatno podporil, pa lahko tudi daruješ kakšen evrček na Buy Me a Coffee, to je pač ena spletna stran, kjer kupiš kavo, ampak v resnici pač prispevaš za to, da lahko ustvarjalci še naprej ustvarjajo. V tem studiu. Ja, tako, da bo tako lepo odzadje, da bo tako lep zvok čist. In ja. Ja. Zdaj, še en disclaimer, boš ti povedala, ne? Če te vsebina spolnosti ne zanima ali pa si premlad za njih, ne gleda tega podcasta. Zdaj pa je rada povedala, da imava enega sponzorja, ki bi mogel biti tle na mizi in ne vem, kam je šel. A ja, smo se zmenili. Jaz pa tle celo paniko, zdaj delam že zadnjo minuto v moji glavi, jaz kušit, tle bi mogle biti karte in kje so te karte. No, v glavnem, bomo več o teh kartah kasneje, ampak današnji sponzor je Black Donna, to so te karte in več o njih izvete v prihodnosti, v nadaljevanju epizode, zaradi tega, ker se ful fajn povezuje z današnjo temo. A se bova igrali to igro? Ja. Jaz sem pozabila preštiva. Se bova igrali? Pač ja, nekaj. Ja, na blef se bova pač igrali. In če bo tam reklo, da morava zdolele začeti seksati, who knows? Joj. Ja, jaz sem imela plan pogledati malo, kaj bi bilo primerno za podcast, ampak nič, bomo pa freestylali. Ej, vem, da bi rad slišal vse te nasvete, ampak če te res zanimajo dobri nasveti za boljši seks, pa kako izboljšati libido, moraš nujno na ulala Instagram. Ta teden je naša ekipa delila svoje zgodbe, tako, res čisto iskrene. Kaj nam je pomagalo več seksati, kaj nam je povrnilo tisto željo pa iskrico in kaj nam je dvignilo libido. Zdaj, ene so rabile neke konkretne predloge, ene so pa mogle več seksati začeti. In ker mi delamo libido booster, rabimo res čim več teh zgodb. Kaj je tebi pomagalo do tega, da si več seksala? Kaj je bil tisti tvoj aha moment? No, v bistvu zdaj ulala moment. Daj nam pripovedati na Instagram pa TikTok. Zdaj pa nazaj v epizodo. To je vedno najbolj zabavno. Ja, prav. Zdaj pa, a boš ti naredila zvočni efekt? Ja, daj. Scary! No, sej tu je bil že zvočni efekt. Ne, tu mi je bilo res scary zdaj. Intimni kotiček. Ja. No, jaz bom prva danes, ker dokler tu razpakiram. Stara je zdaj potegnila eno škatlo izza sebe. Bom jaz malo narejtala za tiste, ki sam poslušate. Dej ti narejte malo, jaz bom pa tudi perala, tako, Okay. kao.
Tukaj je škatla, ki vsebuje pripomočke za, to je v bistvu tak začetniški BDSM komplet. In noter imaš vse od ovratnice do žgečkala, do takih lisic. Kar je meni všeč pri tem kompletu je, da so te lisice tako malo obložene na noter in so ful udobne za nositi. Pač niso to take, kot jih imava midve tle, oziroma niso tako take policijske, ampak so prijetne, a ne? Ja, so prijetne. In imaš tudi za gležnje, lisice za gležnje in za zapestja. Pa pol imaš geg, pol imaš tole vrv. Ki jaz nisem uporabljala. Noč, zdaj bom Pa flogger. In pač, kaj vse najdemo v tej škatli in kako se uporablja. Najprej imaš sponke za bradavičke, ki si jih daš valjda na bradavičke. Si ti sicer ne tako, kot vsi mislijo, na tako čist konec bradavice, ampak je fora, da moraš dati za bradavico, zato da ti krivmi in pol, ko jo daš dol, je takrat šele pravi učink. To je prva stvar. So pa tako tak lepo krasek, pa še te zvončke imajo, veš, in pa tako malo lahko cingljaš z njimi. Kako bi se počutila, če bi ti Jožka signale? Top. Drugače, jaz sem samo enkrat imela te bradavičke gor, ščipalke gor, pa še to na šihtu. A si bila takrat zraven? Ker smo si sodelavkami izmenično ene in iste te ščipalke namestile na zizike gor. In takrat sem jaz videla, da to sploh ni tako grozen, kot jaz sem vedno mislila, da bo to ful bolelo. A v resnici te ščipalke skoraj vse narejene tako, da so nastavljive in pač ti lahko tako narediš, da se sploh ne ščipnejo čist do konca skupaj in je lahko tako res snežen ta uščip. Obstajajo take tudi ful bolj hardcore, ampak v tem paketku dobiš res take začetniške. Ja, drugač, fun fact, obstajajo tudi take, ki imajo lučko tako na koncu in se ti svetijo Jožka. Wow. Ok, next. Pol imamo žgečkalo. Zakaj se uporablja? Pa za žgečkanje oziroma malo tizanje, lahko s to stranjo, lahko s to stranjo. Pa mislim, da je noter tudi preveza za oči, tako da to bi jaz v tandemu uporabila tukaj. Ja, ampak te predveze ni več. Ta paket sem imela jaz že na teh raznih delavnicah, pa stvari se zgubijo. Ok, pol imamo lisice, ki so neprimerljivo boljše kot navadne lisice, ki se odprejo. Te imajo pač tako, res so heavy. Heavy duty. Ja, tako. Znači, tu si daš okrog in pač ne bolite, ker je tako oblazinjeno. Pač ful so udobne, res ti samo mejijo, a ne, ni. Pol imaš še ene za gležne. Potem imamo gag. Si kdaj imela gag? Jaz nisem. Pa mi iskreno me ne mika. Sploh ne morem v bistvu čist... Kaj? Ful je velik. Pač jaz to ne morem, jaz sem to probala, recimo, veš, da sem ga imela gor, ker sva z Majo nekaj snemale. In nisem mogla niti orankust odpreti okrog njega, jaz ne vem. Ne, veš kaj, meni se zdi, da jaz sem vedno, ko pogledam jaz ta gag, v glavi imam tako, čudna bom z njim in slina mi bo tekla, ampak jaz mislim, da je tu point tega. Jaz mislim, da je tu point, da si čim bolj tak. Sej, ni point, da si seksi z gagom, je point, da utišaš partnerja. Kaj je point gaga? Povejte unika, ga redno uporabljate. In pol, imamo še bič, flogger. Flogger. Kaj je razlika med bičem in floggerjem, Sara? Flogger je tiska mamboli, pa bolj ga lahko tudi za teasing uporabljaš. Bič je pa ena taka ravna palca, ko šiba in ko z njo udaraš konc sveta. Ful boli. Tu, kaj je razlika? Ja, flogger ima več teh trakcov ven, bič je pa samo en. Ja, tako grejo. Pač najprej je flogger, pol je bič, pol je pa še šiba. That's it. Meni se zdi, da tle not v tem paketu je res tako vse, kar rab človek. Da se spusti malo ta BDSM svet, ker včasih je res malo... Joj, ne veš, kaj bi, pa malo je strašno, pa malo je neprijetno. Ampak le, v tej škatli dobiš vse, kar rabiš in pol sem akcija. Pa taka lušna škatla je. Ful. Pa super je za začetek, tako za darilo. Jaz to velikokrat priporočam, kdo ne ve, kaj bi partnerju za darilo vzel, pa bi radi nekaj novega probali, pa niso čez zihar kaj, pa nekaj bi za skupaj. Tole. Da bomo tudi le lahko? Kamermani. Ba je, da lahko. Boste pol vi povedali, gledalci, če to zgleda čuden. Noč, to je to. Ocena, po mojem, noč ne manjka temu kompletu. 10 od 10. Kje ga pa lahko dobijo? Lahko ga pa dobite na pitchpop.si, skoda med nama 10. Jaz imam pa danes spet eno igračko za moške, ker, kot sem že omenila, mislim, da v pretekli epizodi, jaz zdaj ne vem. Midva zdaj snemava malo vnaprej epizode in niso čist po vrstnem redu, tako da I don't know, man. Ampak
dobili smo pač sporočila, da bi lahko predstavili tudi kakšne igračke za moške in meni se to zdi čist fair. In imam danes za to za vas. FPPR, masturbator. Jaz, ko sem to prvič videla, sem mislila, da se prebere FPR. In sem potem naredila tako neko cel story set o tem in sem tako, to je FPR. In pa sem vse posnela in objavila in pa mi je sodelavka rekla, ko sem prišla, ko je bilo že vse objavljeno, naprav, veš, da se to prebere FPR. In jaz kako ne vem, da se to prebere FPR. Pač kdaj se kjera stvar, nima niti nobenih pik vmes ali pa karkoli. Kako ne bi jaz vedela, da je to vsaka črka posebej pronouncena? Kaj pa tam gospod piše? Feel free, any place, anytime. Ni to. Ni. Kako sem to s težavo zdaj prebrala, si videla. Skratka, govorili smo že o flashlightih in o enem full fajnem elektronskem masturbatorju in to je vse zelo fino fajn, če imaš malo preveč denarja. Iskreno. Če bi si rad privoščil en budget-friendly masturbator, je tole the best. Jaz vedno povem to, ker sem jaz to kupila za enega kolega za rojstni dan. in kako je bil on tega vesel. To je bilo tako cute. On je bil tako vesel tega masturbatorja. In pa sem ga vprašala nekaj tednov kasneje, kako se mu zdi. In je bil tako, Lucija, to je kar malo preveč dober. Jaz tako, yes. In to je masturbator za 225 evrov. 20 evrov. Še ceneje skodo med nama 10. In dejansko ful realističen občutek. Malo manjši, kot recimo te flashlighti, ampak itak je raztegljiv, plus ven se vzame. Pač lahko imaš samo ta rokav in pa je to raztegljivo, kakor hočeš. Če ti je slučajno premal s tem tulcem, ampak mislim, da ne bi to smel biti problem, ker itak ne rabiš tudi važno, da ti pride čez večino penisa, ne. Itak se ti potem zabije tle v konci, neko ka pač pri ta pravi piški, ker tudi ta prava piška je približno toliko dolga, daljša ni. In imaš v bistvu te na konci je tako taka penica, tako da je lahko. Pa imaš pa še tukaj ta luknico, ki jo lahko s prstom zapreš, zato da se ti bolj vakuum ustvari, če hočeš, da pač ti bolj sesa, če pa hočeš, da ti malo manj sesa, pa odpreš. To se pravi, če že ful vse občutljivo daš prst stran, če pa hočeš, da je bolj intenzivno, daš pa prst gor in potem to uporabljaš. Zraven moraš nujno uporabljati lubrikant, pa če hočeš, da tole ti čim dalj časa zdrži, zraven kup še puder za masturbator. Kot smo rekli pri flashlightu, to je v bistvu koruzni škrob. In lahko samo v tem povalaš, ampak ko je to že čisto suho, to se pravi, to dobro opereš s čistilom za masturbatorje, lahko ga tudi tako okrog obrneš, ne, da je res z vseh strani dobro opran. Zdaj lahko unika gledate, vidite, kako to zgleda noter. Kaj vesolc, a ni dobro. In potem to posušiš fajn, fino fajn in namažeš s tem koruznim škrobom, pospraviš in je pripravljeno za naslednjo uporabo. In to vmes ne rabiš nič oprati, ker koruzni škrob je pač čisto varen telesu in vse to. Tega lahko tudi pojemo, tako da no worries. Ja, za ta denar mislim, da težko dobiš boljši masturbator. Ja, pa veš, kaj še imam ful dobro pri tej firmi? Oni imajo 3 različne, ne? Imajo piško, imajo anus, imajo usta. In pač, vsi so v notranjosti različni, ne? Vsi malo posnemajo te 3 stvari in usta, imajo noter jezik in, mislim, zobe, imajo jih plastične. Ampak jezik, ki se tako ven potegne. Meni so usta najboljše zaradi tega jezika. Meni je ta jezik tako hilariously cute. Ampak po mojem je namenom tam, ne? Ja, po mojem tudi. Ja, da imaš tako. Skratka, dobiš 3 različne odprtine v tudi različnih barv. Imaš čist belga, imaš tazga rozastga, pa imaš tazga rjavkastga. Tako da lahko še to si zmišljuješ. Dobiš ga pa na pitch popa, ne? Skoda med nama 10, pa še tudi malo ceneje. Tako da res tako. Ja, za tako nek prvi masturbator. Ne? Da vidiš, če ti sploh paša ta oblika stimulacije, pa tako, če ti je tu fun. Tudi super darilo. Pa zdaj, ne, če že govorimo danes o stvarih za popestriti spolnost, tole, škatla, perfektna. Perfektna. Masturbator pa tudi. A veš, predstavljaj si, pač to kupaš partnerju za darilo, ker za moški je toliko težko kupati včasih darilo. Pa model, kupaš si eno seksi spodnje perilo, potem pa on vidi v tem, pa rečeš, no more looky, in potem mu oči zavežeš in potem mu ta masturbator na njemu uporabiš. Ampak bi bil to on vesel? A ti ne bi bila?
Res? Oh. Ja, ne vem, meni se to zdi drugače ful zabavna ideja. Napišite moški, če se vam to... kaj pa vidva? Ne, zdaj me pa zanima, tle imamo 2 moška v studiu. Valjda, da bi reč, da ona se direkt usede gor, ko da ti... Pa to je za popestrit, to ni za vsak dan. To je tako malo darilo, veš, malo drugače, a veš, da rečeš, zdaj, da neki noga probava. Ali se vam zdi zabavno, da bi ženska na vaju uporabila masturbator? Itak najprej ga mora pripraviti. Dobar, v bistvu ga še pripravlja s tem, da veš, recimo v eni situaciji te lahko živi samo v tem perilu, pa je že pripravljen. Ampak, kaj veš, malo se poigraš z njemu, pa rečeš, zdaj bo pa neki noga, pa malo mu še petaš, sej ne greš to, takoj ga poležeš, pa to na njemu. Ja, to sem si predstavljala. Ne, to počas ga malo pripraviš in malo teasing, in pa rečeš, zdaj, a si pripravljen na neki drugačen, na neki noga, caka, in potem lepo daš malo dobre kanta gor in pa začneš s tem se igrati in lahko ga daš še ven in pa se lahko če ga daš ven iz tega plastičnega ohišja, lahko z rokami ful drugače stiskaš in je to tako tak handjob, ki ga še ni doživel. Zdaj pa imam tle 2 moška in bosta povedala, ja, ne, 2 prsta gor smo dobili tam zap, no? Shit. No, Sara. Ja, noči skazalo se, da jaz res ne poznam moških, I guess. Tako da to je že prvi nasvet. Za en tak konkreten. Tako da ja. Danes bomo govorili o tem, kako ne biti basic, kako ne biti boring. Ne, drugače. Basic. Ja. Jaz tudi. Ampak ne, drugače, to je epizoda za tiste, ki ste že tako nekaj časa v razmerju, pa bi radi prišli malo ven iz te rutine. Daj kar preber sporočilo, evo. Zdaj je na vrsti rubrika Lucija in Sara pametujeta. Wow. To začem se zmena, ne pogled, hvala. Hej, najprej ful hvala za tvoj profil, ker odpiraš take teme, o katerih se premalo govori. Zdaj pa, imam eno vprašanje. S partnerjem sva skupaj že 5 let in se imava res rada, ampak opažam, da je najino spolno življenje postalo kar malo rutinsko. Nič ni narobe, samo kot da ni več tiste iskrice kot na začetku. Iščeva kakšne ideje, kako to spremeniti, karkoli, kar bi naju malo prebudilo. Imaš kakšne nasvete, ideje? Hvala že vnaprej, komaj čakam vsak ponedeljek. Zdaj, jaz sem rekla, da najprej preden se vržemo v te nasvete, da pač malo govorimo o tem, da je normalno, da po nekaj časa, ko si v zvezi, spolnost ni več toliko vroča, kot na začetku. To ne pomeni, da ne more biti in da moramo to zdaj sprejeti, ampak gremo samo malo čez dejstva, zakaj se to zgodi in zakaj se ne smemo zdaj ustrašiti in misliti, najina zveza je pa zdaj za usmeti. Na začetku sva skozi seksala, jaz sem ga sam pogledala, pa sem bila mokra, skozi bi se dol dajala, zdaj se mora pa ful bolj potruditi. In pol moškim je tudi težko to razumeti, zato ker včasih jo je sam tako le malo pobožal po stegnu in ona je že kar slekla se. In zdaj bi pa ona kar rada, da se pa mora on malo bolj potruditi, pa da ima malo več predigre, pa zakaj zdaj hoče ona več predigre, prej ni rabila nobene predigre, a ne, ampak gremo najprej te osnove pokriti, pa gremo lahko na kako to reševati. Smo za? Ja, zdaj. Morajo v tem, da ko smo mi začnemo z nekom biti, pridemo v to fazo zaljubljenosti. In to ni nekaj, kar se samo nam dozdeva, da se dogaja. Pač to je tako fizična reakcija v našem telesu. To je hormonska reakcija. Začnejo se sprožati ta dopamin, pa oksitocin in pač mi v unmu stanju ne delujemo tako, kot delujemo normalno. In to je normalno. To je mati narava za to poskrbela, zato da se mi reproduciramo, zato da smo mi čist nori, da ne moramo razmišljati trezno, pa zato da bomo pač seksali in delali otroke. To je biološko, a ne? Ampak tako realistično, če pogledamo, a si predstavljaš, da bi se ti zaljubil in bi pol to trajalo do konca tvojega lajfa, da bi ti ne bi mogel sploh trezno razmišljati do konca svojega lajfa več. Ti si zdaj kar zaljubljen in vse, kar ti lahko razmišljaš, 90% časa je seks. Pa se ne bi noben več naredil več, ne? In ne more to tako biti. To si vam vse tako dobro povedala, ful je bilo dobro, to zdaj do vest. Ja, srinjam se ful naporno. Ja, pa tudi pač naša telesa, pa se ne bi mogli shendlati tega. Kaj? Ker skozi bi seksal, pa skozi bi razmišljalo o seksu, pa skozi bi razmišljalo o partnerju. Ne moreš. Pač ne gre to tako čez. In zato je mati narava poskrbela za neke te filtre, pa te blokade, da pol s časoma se malo umirimo. Ja, da lahko za te otroke poskrbimo, kar smo jih zdaj naredili. Absolutno. Ja.
In ta zaljubljenost, ta hormonska neuravnoteženost lahko traja od pol leta, pa tam do 2 leti, ima to je že tako pol max. A zdaj, ker se bo zdaj kdo najdel, pa bo rekel, mi tam sva skupaj že 6 let in mi še zmer seksava kot zajca. Ulover, spul sem vesela za vaju, upam, da se to ne konča. Pa sej, a ne, ni nujno, da je še zmer tok, pač, mislim, ne ni nujno, pač vidva nista več tok s hormoni, ampak vidva delata na nekem odnosu, pač vidva delata mogoče nekaj od teh stvari, ki jih bo midve zdaj naštele, kasneje, a ne, kaj vse lahko narediš, zato da imaš boljšo spolno življenje. Ampak, kar se pa tiče biologije, pa ti ne moreš to vzdrževati v nedogled. Tako da, prva stvar, ki jo moramo razumeti, je, da je to čisto normalno. In da na začetku bomo mi ful bolj horni, kakor smo potem kasneje, ampak to je za naše dobro. Okay? Ja. Zdaj pa. Gremo kar na konkretne primere. Ja? Jaz sem jih razdelila na 2 stopnje, jih bomo pokomentirale. Pa še na Instagramu sem vprašala moje sledilce, sem rekla, dajte mi napisati malo vaših predlogov za to, da popestrimo seks. Pa še ChatGPT sem vprašala. Ta ti je pa največ povedal. Hej, spoiler alert, te karte imajo veliko idej boljših in več idej, kot mi jih je ta od ChatGPT. Pa sem mu dobre prompte napisala, pa jaz sem zdaj ChatGPT Pro. In sem zdaj investirala v tale fancy pameten ChatGPT. In to smo se drugače prej pogovarjali v prejšnji epizodi z gostjo, z Urško. Mislim, da bo tale epizoda prišla po njeni ven. In pač chat nima toliko dobre motivacije Za seks. Pač on ne šteka teh stvari tako dobro. Tako da, tle boste zvedeli v tej epizodi več, kot vam bi ChatGPT povedal, vam to kar obljubam. Mene najprej preden greš na te postopke, samo zanima, če se tebi tu zgodilo, pa kako ti odreagiraš ponavadi na to. Te tako strah postane. Takoj, ko nehaš seksati in kažem te, da nisi seksal s partnerjem, si tako, konc veze. Glej, zdaj ena stvar, ki jo moramo razumeti, je, da mi dva z Janom smo še zmer v tej stopni, pač hormonski. Okay. Moram noge prekrižati. Pač nama se to še ni zares končalo. Sicer mi je ful cute, ko on tako včasih reče, kao glede seksa, veš, to se mi pa res ne da, veš. Jaz mislim, da me se tudi ne da, to ne panike, ne. Pa se tako, v redu, gremo spat, ne. Ampak tako se mi zdi, da se včasih kar malo sekira, mogoče zaradi tega, kar jaz delam, a kar občutek, ko veš, da zdaj mora pa skozi seksati. Pa jaz, me se tudi ne da skozi seksati. Mogoče, se po mojem si tudi folk to gleda, če si vi mislite, da bi jaz kar skozi seksala, pa ne vi. Pač ne, včasih se mi ne da, sploh pač sem že rekla, zadnje čase. Ne da bi, po mojem si oni mislijo, da mi dve skozi seksava. Ja, sem res. Ne seksava skozi. Ampak, bom pa rekla, da pa že kar seksava pa je kar kvalitetno. Ampak tudi to včasih je pa tudi kakšen seks, ki pa sam tako bil, Okay. Ampak se zgodi, se mi zdi, da je to normalno. Pač ne vem, jaz se tega ful zavedam in se ful ne sekiram pol. Se mi zdi, da če se teh stvari zavedaš, da ne bo vedno čisto perfektno, da je pol ful lažji. Ja, se tudi večerja ni vsaki čisto dobra. Pa ja. Pač malo nekaj je drugače. Pa ja. Jebega, bo pa jutro boljša. Pač ful se ne sekiram za tega, ker tudi vem, da tudi če ne vem, pride kakšno obdobje, ne vem, sem že tudi imela, prej sem bila pa v mal daljši zvezi, pa je tudi do tega prišlo, da je bilo manj seksa, pa ne vem, pa da se mogoče njemu ni dal, pa sem bila jaz kar tako, kako se kar tebi ne da, pa ti si moški, pa tebi se mogla skozi dati, pa sem tudi mogla to predelati, pa sva se pogovorila o tem, pa ni bil lahek pogovor, pa mi je bilo kruno težko razumeti, ampak pač, pa sem vedela, a veš, pa jaz nisem bila tako, da nisem vedela, da se to ne more zgoditi, pa vedela sem, zakaj se to zgodi, pa vem, da je normalno, pa še vse, kar se tebi to zgodi, je tako Bez se to zgodi, ne. To je tako človeško, pa res. Pa ful je težek, pa opazen ta prehod, se mi zdi, kar naenkrat, najprej seksaš 3-krat na dan, pa kar naenkrat, najprej tako 3 dni, ne, pol sem enkrat na teden, kdaj, pol si pa tako, fuck, nekaj narobe. Drugače, viš, kaj se mi je zdaj začelo dogajati, sem da malo popijem. Vidva, ko sva z Janom začela, meni je bilo tako najboljš, ko sem odkrila jutranji seks, da mi je všeč. Ko meni tako jutranji seks mi ni bil tako dober, zato ker malo imaš zadah, pa dobro, sej, drugače se ostanem, itak moram iti lulat, ker pač, ko se zbudim, jaz moram lulat, ne, pa si pol še malo zobe umijem pa to. Ampak tako ne vem, pa se mi zdi, da je zatoh v zrak, v spalnici, pa vse. Pač polet imaš itak okno odprt, ampak pozimi pa ne moreš, ker je premrzlo. In pač
Sorry, smejim se ti, ker tukaj enih pogojev mora biti izpolnjenih, da Lucija seksa, zrak v spalnici, mora biti svež. Ja, no in v glavnem, na začetku, ko sva z Janom začela, je bilo meni tako noro, ko sem bila krvno, sploh ne rabijo biti vsi pogoji zapolnjeni in meni je kar tako najboljši in dobro mi je in prav veselila sem se vsak vikend, da vam midva zdaj lahko seksala zjutraj in, a veš, nimaš te bojazni, da zvečer boš preveč utrujen, pa se ti ne bo dala ali pa karkoli. Zdaj sem pa že spet na umu, da vam pa rajš tako malo bolj popoldanski seks, ker se zjutraj, ko se zbudim, sem jaz to krampi, ker to je moj default, da sem jaz zjutraj, zdaj sem ugotovila, zakaj se ne maram jutranjega seksa zares, ker jaz sovražim jutra. Meni je tako težko vstati, jaz rabim tako 2 ure, preden postanem človek. Tako sem pa tja, mogoče ne 10-krat na leto se mi zgodi, da tako odprem oči in sem krvno, jaz zdaj lahko vstanem. Ampak drugače pa ne, pa jaz lahko spim 12 ur, pa jaz bom se zbudila in mi bo tako mučno in pa zdaj se mi ne da seksati, ne da se mi pač tako, dej, da se jaz zbudim, ali veš, pa se pol seksaš, pa se zbudiš sam. In zdaj imam eno obdobje, ko mi ni več to tako, kot mi je bilo in sem kar malo žalostna, kar tako malo žalujem za tem, ker pač po mojem to ne bo več nazaj prišlo, to je zdaj to. Ne, jaz pa mislim, da je en trik. On ne sme čakati, da se ti zbudiš. Zaradi tega, ker v flowu, v katerem se zbudiš, pač bo lahko šlo naprej. Ne veš, kako se jaz zbudim. Ti ne veš, kako. Jaz ne moram oči odpreti, jaz sem kar tako zalepljena oči. Sorry, jaz moram zdaj preveriti to situacijo. Okay? Ja. Takole gre. Ti ležiš na boku in on za tabo v žlički. In on se te začne dotikati, ti spiš. Ja. Spiš. Ja. In pa se ti zbudiš in kad ti si v tem nekem napol alfa, brain, ne vem, stanju, neki, je čist drugač. In po moje, da pol gre naprej. Tu ni šlo, ne gre. Enkrat sva še probala to, sem bila tako, dejva probati kao, veš, da me zbudiš s seksom. Pa itak, takoj, ko sem me začela dotikati, sem se že zbudila, veš, ni bilo ono, da bi bilo lahko neko ful presenečenje. Sem se še malo delala, da spim. In pol tečna. Ne, ampak itak sem vedela, ker sem se zmenila en večer prej, ne. Sem vedela, pa še mislim, da sem se tako malo zbudila že prej, pa sem tako, vem, da je on že buden, pa sem pa tako malo pričakovala. Pa kao se delaš, da spiš. Ja, tako da, ne vem. Sam pol to ni dober primer, ker takrat sem bila že mal, ne vem, jaz nimam, jaz, ko se zbudim, jaz se vsega že zavedam. Pa zavedam se, koliko sem grampi, pa ne vem, no. Okay. Ma ne vem, bom probala, bom malo raziskala, ne bom ti zdaj tako takoj povedati, ampak ja. Ja, tako da v resnici ne, se že, pač malo se že šifta. Zdaj sva, let pa pol bo počasi. Jo, zdaj sem se kar spomnila neki mesec, jaz sem dobila cel 2-letni libido nazaj. Pač, od česa? Veš, kateri seksi so najboljši? Ne. Uni, kad tako po noč spiš, ampak pa se po nesreči v istem trenutku zbudiš. Ampak nič never happened to me. Tako da razlaš, povej. Po nesreči se zbudiš v istem trenutku in je tako, noben nič ne ve, ne? Ker tudi ti ne veš, ali je glih on buden ali ni, ali je, ali kva, on pa ne ve, ne? In pol se itak tam stiskaš neki in noben nič ne reče. Ta cel čas noben nič ne reče in pol se kar zgodi neki. Tu v 2 po noč, randomly. Tu se ti ne dogaja? Ne, ni šans. Pa še. Tu je neka čudna stvar. Ne, drugače se mi zdi cute, sam ni šans. Jaz bi se pol zavedla in bi bila tako, zdaj pa jutra še toliko težje vstala, pa že tako težko vstanem. Jaz pa jutra nismo prijatelji, res ne. Mene sem pač, če bila jaz jutranji človek, Jan je pa jutranji človek. On je pa, mi da so glih obratno. Jaz nočem biti večerni človek, ampak sem, ko on pa zvečer, mi da greva serijo gledati, on zaspi. Mislim, na splošno je dosti biološko to. Moški imajo zjutraj tako največ vitalnosti, moči, vsega. Ženska je pa tako bolj proti večeru. I don't like this. Jaz bi rada ostajala lepo ob 6, da sem jaz ob 6 tako budna in pol, a veš, pol do 10 si ti že 100 stvari naredil. Zdaj jaz ob 10 li dobro začnem, zalaufam se v del. Hate it. I hate it so much. Ampak ja, veš, pa sem pa tako, ne vem, pa sem pa do 10 zvečer pač tam delam kar neki. Pa dej no, jaz bi rada tako, najboljš mi je bilo zančen dan, sem tako bila že ob 8 fertik za sem, kar sem imela za narediti. Koliko mi je bilo fajn, potem šla pa v poslo, pa sem knjigo brala in se mi je zdaj, da vam še ful od večera, pa imela sem tako, ne vem, 2 uri, pa sem šla pa spat. Ti pol nisi tako bolj kot dojenček tudi, recimo, da delaš tako malo, pa pol malo spiš, pa malo delaš, pa ob 4 zjutraj zbudiš, pa malo delaš, tu ni tako. Ne. Urnik imaš. Mislim urnik, pač delam čez dan. Okay. Ne delam po noči, se zbudim. Pač probam narediti, kar imam za narediti. Zdaj sem si začela to delati, to sem ti zanj govorila, da imam pauzo vmes in grem v fitness in mi je the best. To je pa to. Ja, zdaj pa nazaj k seksu. Ja, zdaj smo čisto zašli, se opravičujem. Sorry, to je zaradi mene, vedno, kadar zaidemo, je zaradi mene.
Da bomo kar iz podcasta vrgali. V glavnem, jaz sem razdelila to na 2 dela in sicer, kaj lahko narediš izven spalnice, ker spoiler alert, to je še bolj pomembno, kot vse ostalo, kar bomo pol povedali. Pa tudi, kaj je narediti med rjuhami. Tako da začnimo kar s tem. Zdaj, ena stvar, to je tako, to so dejstva, to so dela raziskave in skratka, s tem, ko ti delaš stvari s partnerjem, nove stvari, da probaš nek nov hobi ali pa neko novo dejavnost, se ful nekih teh hormonov sprosti, ki te povežejo s partnerjem, nekih bonding hormonov. In to ful vpliva potem tudi na seks. Dobesedno si pač tudi bolj horni, bolj si želiš partnerja. Tako da največji nasvet, ki ga lahko dam, glede tega, kako izboljšati seks, je, da začneš s partnerjem preživljati kvaliteten prosti čas. Ima tukaj tudi seznam različnih idej. In jaz sem tudi pač pri sebi to opazam. Pa tudi tako, recimo, ko začneš ti dejtati nekoga, točno to delaš. Ti boš že tako vse v tvoj prid, kar se hormonov tiče, pa še te stvari delaš. Hodaš na zmenke, nekoga spoznavaš, vse je novo, vse je exciting, delaš nove stvari. In ti si takrat tako v najbolj perfektnem mahurčku za velik seksa, ker vse delaš avtomatsko samo od sebe. In kaj je najboljš? Zaradi tega, ker gledaš zdaj ta podcast in se teh stvari zavedaš in jih ozavestiš, da začneš planirati s partnerjem zmenke, pa ne vem, pa vsaj enkrat na teden, ali pa če imaš otroke enkrat na mesec, da greš ta neki res sprobati, kar si želita. Pa že na teh Instagramov, pa Pinterest, pa posod imaš fulejnih idej, ampak recimo, tako čist najbolj te basic osnovne. Tečaj plesa. Pa kaj bolj seksi, kot se ti tam trgneš eno med drugega na neko seksi glasbo? No, evo, Sari ni. Jaz sem tako najbolj nekoordiniran človek ever, ampak jaz si toliko želim, da bi znala plesati. In meni je to tako, ne vem, meni je tako cute, kot včasih, ker Jan prime tam samo v kuhinji in pa me kar nekaj zavrti. Jan zna plesati. Ja, več kaj jaz. On je bolj tako ritmično nadarjen, veš, on je glasbenik, pa to jaz sem pa hlod, ki ne znam peti. Ampak mi je ful dober in to sem se že fulkrat pogovarjala, da bi šla na nek tečaj plesa. Zdaj se je treba samo časovno uskladiti, ne? Ampak če ne drugega, pa za poroko sem mogla naučiti nekaj. Tako da to je dejansko prav neka študija je bila v Journal of Sports Medicine and Physical Health in pač to ples izboljšuje samozavest in krepi občutek intimnosti med partnerjema. Tako da, evo. Skratka, to je ena ideja. Ni to. Tako, ne bo to za vsaka stvar za vsakega, to recimo zate, tebi je to grozno cringe. Zakaj ti je to grozno? Dolga zgodba je tu. Joj. Povej. Ivred, ne vem, če bi izpostavila, partner je v vezi bivšim. Je pa se ne vem. Glavnem, ja. Jaz jih ni bilo toliko, da ne bi zdaj vedel, kateri je. Ja. Glavnem. A on bo sam sebe prepoznal, to je pa to. Jaz sem z enim partnerjem jaz sem včasih ful plesala. Ful. Tako sama in z drugimi ljudmi. In hodila žurati in tako. Pa sem imela enega partnerja. Grozno se počutim, ko to rečem, ampak on je tako najbolj smešno, neumno plesal ever. Groza. No, groza, ampak je resnica. In mene je bilo neskončno sram, pač neskončno. In takrat sem jaz nehala se premikati in plesati in vse. In zdaj mi je še vedno grozno, ker nočem, da spet imam ta občutek. Ampak me je bilo pri tistem partnerju marsičesa sram. Tako da je bilo nekaj čudno. V glavnem, to je ta zgodba. Jaz sem hotela dodati tu, da pač ne rabi biti nujno tako neki res ekstra stvar, ampak jaz sem ful dober, da je nova. Ja, in tu zaradi tega, ker pač vedno moraš nekaj novega spoznati, zaradi tega, da ti je lahko oseba še vedno zanimiva, ne? In ob takih trenutkih povezovalnih vedno nekaj novega zveš. Ja, točno to, da nekaj novega probaš. Tako da če ste se na tečaju plesa spoznala, super za naprej za ohranjanje, ampak pejte zdaj, ne vem, na tečaj kvačkanja. Ja, ali pa rište doma, že nekaj tasga je lahko čisto enostavno. Sprobita nov recept, ki ga ni še noben nikoli videl, nek čuden, ne vem.
Ja, točno, to so tudi eni od teh. Sorry. Ne, ful je dobro, da jih tako navedeš. Recimo, pa če sem tudi mal iz lastnih izkušenj govorila, ampak z Janom sva, to sem videla na TikToku, evo, hvala Bogu za TikTok. Ampak bil je en trend, da si s partnerjem drugega naslikal. In pač v Tediju imajo vse, kar rabiš, tako za 20 €. Sploh ni drago, pa kupiš 2 platna, kupiš s stojalom, kupiš te tempere, kupiš čopiče. Jaz sem pol kupila kar te papirnate krožničke, da sva gor dajala tempere, zato da pol ne rabiš tega pomiti, lifehack. Pa še cenejši, kot da plastično podlogo kupiš. In pa sva ustvarjala in sva si dala timer, koliko časa mava. In je bilo ful dobro. In jaz sem ugotovila, da znam ful dobro še zmer slikati. Jaz sem ful rada slikala v osnovni šoli. Meni je bila likovna najboljša. Vsi so imeli najraje športno, jaz sem imela najraje likovno. In Jan je obupan v tem. Tako da, evo, če zna že 5, risati ne zna. Jaz pa jih obratno. In je bilo ful fajn. Tako, cute je bilo, ker sva šla skupaj v trgovino, pa so to nabavila. Pa so prišla domov, sva tisto preštimala. Naštimala sva si vinčka, za jest mal, sadja pa to. In pa sva to delala. In musko naštimala, še video sva posnela. Lahko na TikToku pogledate, da vidite, kako sem jaz to naredila in kako je on to naredil. Skratka, ful je bilo zabavno in tako, res sva se imela dobro. Ali pa ne vem, sva šla za Halloween, sva šla buče kupiti in sva buče izrezovala. The best je bilo. Pa jaz sploh, ne vem, meni je bilo že tako, ko sem bila mlajša, mi je bilo to zabavno, en čas delati, pa sem imela eno obdobje, ker mi se mi je zdelo čist brez veze buče izrezovati, zdaj mi je bilo pa tako prav cute. Tako da ja. Potem, to se pravi, tle so tako ideje, ki so, ene so malo bolj high effort, ene so pa malo bolj low effort. To, da greš v Tedija, pa si kupiš stvari za risati, najbolj low effort. Ali pa še ena fora je, da recimo za slikanje, da se izmenjujete, da ima ta timer, ne vem, 2 minuti, da vsak nekaj riše na platno, potem si pa izmenjata platna in pol nadaljuješ na tisto, kar je tvoj partner prej narisal. In pa morate skupaj sliko ustvarjati. Nočna mora, ko pa nimaš kontrole nad tem, kar je naslikano na koncu. Ja, zame bi bilo grozno, ampak hočem probati enkrat. Ja, jaz to samo pač do hard things, ne. A veš, pa na vas, da seksaš na koncu skregaš. Skregaš, ko je črto narobe narisal, pa pizda, no, ne moreš malo lepše. Kako ne vidiš, da sem jaz te začela risati delfina, kaj to zdaj? Noro. Pa imamo pa recimo kuharski tečaj. Tega je zdaj skozi več v Ljubljani, ne vem, kako je druge po Sloveniji, ampak tudi sigurno. Ampak, čak, veš, kaj imaš? Sem si prav nekam napisala. Te delavnice imaš ta pop-up art klub, to sem šla z eno kolegico sicer, ampak je tudi ful fajn. Tam v bistvu je ful podobno, kot če bi si doma to naredil, samo da pač nekam greš, pa če ti je to bolj zabavno, da ti ni treba doma zavarovati stvari, pa čopičev pol pred, ti dajo pol oni neke motive imajo, ti prav že vnaprej vidiš, kakšni motivi bojo in zbereš in greš to pol slikati. Pa imaš afternoon delavnice, tam imajo tudi fulenih. Ful imajo s tem teracom, sicer meni ta teraca mi je kar nekaj, I'm so sorry, ampak druge stvari imajo pa zabavne. Imeli so neke pasta making class, to bom šla absolutno sigurno, definitivno mi zgleda ful zabavno. Pa imeli so neke za preproge izdelovati, pa vse sorte, fulenih stvari in se mi zdi ful dober. Pa imaš, Kaj? Jaz sem tako napisala, pop-up art klub, afternoon delavnice, moje delavnice, 3 pikce. Kaj je to za ena moje delavnice, ki jo na Instagramu? To nisem se mogla spomniti, kjer je ta handle. Hotela sem reči, da lahko pridete tudi na moje delavnice. Evo, pa si tam. V glavnem, ja, ne, drugače tako res. Jaz imam delavnice o seks igračkah. In lahko se tudi kaj drugega zmenimo, če vas zanimajo, kaj specifičnega, da bi radi, ne vem, ampak to delavnica v seks igračkah je ful zabavna. Imam tudi tako, da lahko samo pač za pare, individualno, da prideta, pa imam jaz vse te stvari, ki jih imamo mi tukaj, vse te testarje, pač imam tam in se pogovarjamo in vprašata, kar vama zanima, jaz vam malo razložim. To je zdaj še sicer v izdelavi čista delavnica, ki bi rada še kakšne stvari dodala, ampak tako v osnovi, če bi kdo rad prišel, pokličte me in pa mi je prisiljena, da to jaz izpopolnim delavnico in jo pač začnem promovirati zares. Ja, in ona vidva bosta prisiljena, da se pogovarjate o tem, ne, ker je doma mogoče malo težje. Ti imaš pa tam vse tako razstavljeno in ne moreš si oči zatisniti, da ne bi videl stvari, ki v resnici obstajajo, ne. Ja, pač, a veš, prijeta, malo se zabavata, malo bosta nekaj novega zvedla, dobila kakšno novo idejo in ja, imam pa tudi delavnice za pač skupinsko za pare in
še kaj bom dodala. Ampak ja, pridete tudi na moje delavnice, tako, da veste. To sem se napisala. Dobro, da sem napisala, kaj jaz bi drugače pozabila to omeniti. Tu si zdaj tam, ko ti meni z vsako epizodo rečeš, da jaz pozabim, da imam sex shop. Ja, exactly. Ok, zdaj tale je tako res tak mal dražji, ampak fucking potovanja pa izleti. Pa tudi ne rabi spet tako drago. Lahko greš na road trip tam do... moja najljubša stvar, to so z Janom lansko leto odkrila. Kupila sva si sup. In pol sva hodila na razna jezera in sva supala po jezerih, ampak to najno supanje je sicer, pač kupila sva si unga več za 2. In pol sva si naredila piknik in sva si kupila sadje, ananas lepo narezala, pa pripravila vse tako čuk, pa liofilizirane jagode v čokoladi in sva si to vse dala na sup gor. Okay. In pol sva šla napumpala in pol sva šla na vodo in pol sva na vodi tako 2-3 ure in malo sva papcala, malo sva se pogovarjala, malo sva samo tako ležala in se sončkala. In ta hrana ne pade v vodo. Ne, itak imaš, mava še sup ima od spredje tako take, da lahko noter zatakneš take elastike, da lahko od spod zatakneš stvari, da ne padejo glih noter takoj. Pa mava tako torbo, ki je veš za na vodo, da če ti pade v vodo, da še zmer plava gor na površini in da ne gre voda noter, tako da daš tja noter tudi lahko telefone, pa brisače pa vse. In meni je bilo to tok the best. Sicer Jan je rekel, da njemu edina slaba stvar, ki mu noge zaspijo, ko on ima pa še frdirbana kolena, ampak še vse gre, pa še vse nama je fajn. Tako da to je recimo ena taka stvar, ki je pač en tak izletek, ki lahko pač gledaš, kjera jezera so primerna za supanje in greš s supom tja. Ali pa greš pač samo, na sprehod okrog jezera, pa si narediš piknik, lahko si ga narediš tudi na plaži, ne rabiš nujno na supu. Lahko si ga narediš doma v dnevni sobi. To je full cute. Šotor si narediš. A veš, kako smo bili majhni. Ja. In pa si daš projektor in film. Tako da, recimo, kaj tazga, na potovanju pa tako najbolj spoznaš človeka. Ja, riski je tu, ne? Riski, ta ima bolj riski. Ampak veš, kaj je tudi to moš narediti? Slejko prej. Ja. Pa se, če si že nekaj časa skupaj, pol že veš, da to gre. Ampak, a veš, potovanja so res tako. Pa odkrivaš nove kraje, pa probavaš nove hrane, pa pač celo potovanje je tako ena taka velika nova izkušnja, sploh če greš v neko državo ali pa kraj, kjer še noben od vaju ni bil. Ja. Če pa en od vaju že bil, pa je lahko turistični vodič, pa je tudi zabavno. Ja, če pa malo znižamo tu na malo bolj low budget, je pa tako pač pejta večkrat skupaj iz hiše. Nekam, veš, koliko obstaja nekih mest v Sloveniji, hribov, krajev, kamer lahko greš, pa se kaj novega naučiš in to. Ja, absolutno. Pač Slovenija ima toliko enih krajev za videti in jaz sem to med korono prav še letko zavestila. In jaz sem takrat prav začela hoditi tako malo slovenske kraje obiskovati. Ja. In je the best. Tako da je. Še ena taka, ki na prvo žogo full basic zveni, ampak pač ukvarjanje s športom skupaj. Pa to bo mogoče full ljudem tako, predaj se mi, dajmo nekaj bolj zabavnega. Ampak badminton, recimo. Pa veš, koliko ti šport, zdaj ne vem točno, kjer je hormonov že, ampak ful te naredi bolj horni, če ti športaš. Tek ne. To smo že ugotovili, to že tada nam povedala. Ampak recimo fitness ali pa to. Pač spet, evo. To spet iz lastne izkušnje lahko govorim, ker mi dva z Janom sva skupaj začela v fitness hoditi in jaz sem si vedno želela, da bi imela tako partnerja, s katerim bi pač lahko skupaj v fitness hodila, ker jaz ful rada v fitness hodam. Pa vem, da to ni za vsakega, eni ful ne marajo fitness, ampak se imaš badminton, odbojko, kolesarjenje, karkoli. Ampak pač meni specifično jaz obožujem fitness in mi je ful dobro, ker greva pač lahko z Janom skupaj in pol imaš itak med pauzami, prideš pa se malo lahko polupčkaš. Sicer grozno je bilo meni na začetku, ker si vemo, da jaz ne maram tega javnega izražanja naklonjenosti, ampak zdaj sem se že malo navadila, pa še ponovadi greva za vikend skupaj dopoldne, ker ni nobenega skoro v fitnessu in sva sama. Zdaj sem ugotovila, da tam v njegovih koncih imajo kamere in lastnik dejansko včasih pulja kamere. Ki zanč nekaj na storiju objavljal iz kamere, sem tako, on videl, kako se mi da lupčkava. Je kaj pa sta delala, seksala v fitnessu? Ne, sam lupčkava se. Okay. Ampak tako, veš, meni še sem tako narodno. Ampak ja, v glavnem, to te ful, pač dejansko si bolj hornika, pač tam se naspidiraš z vsem tismo in je ful over. Pa tako, ful je dober, ker res nekaj narediš zase, tok se fajn počutiš potem, tako prej se ti ne daj. Najboljši feeling je, ker se ti najbolj ne daj to fitness in pol se prsileš en drugega spodbujaš, kao, dej, greva, dej. In pol tako, in pol končaš. Najboljši feeling je, res, tako nekaj si naredil zase, skupaj si bil, kvalitetno si preživel čas, the best. Ampak pač, ja, imaš pa kolesarjenje, ne vem,
Geocaching. Ja, pa veš, kaj ni ljudje Ja. ful radi delajo? V hribe hodijo. Kar jaz ne maram niti mal, ampak vem pa, da to je tako slovenski nacionalni šport. In peta v hribe. Ja, jaz odkar te zaklade lovim, iščem. Kakšne zaklade? Ja, ta geocaching, Kaj je tukaj to? sem zdaj rekla. Jaz sem mislila, da je to ti, neki- Tu ne ja, bo ne noben povej. pol razumel. Tu so ti Daj te razloži. svoje povej. Ne, prosim, povej. Ja, tu je, da celi ljudje iz celega sveta skrivajo neke take, niso nobene zaklade, ne dobiš kaj listke in ti pač iščeš, pa imaš namige in tu je povsod. In ko greš v hribe, pač po poti tu iščeš in jih čim več pobereš in na aplikaciji odklukaš, da si ga dobil. It's very No, fun. še enkrat povej, kako se temu reče, da bojo ljudje to najdali. Geocaching, Wow. geocaching, ne? No, v glavnem v opis bomo dali vam. Ful to. Ful je fun, res zabavno, to mi je ful všeč. Ja. Prosim, dodaj take stvari, za kere jaz ne vem. A veš, se tudi jaz ne vem. Ja, Jaz v bistvu ful izhajam iz sebe, pa iz stvari, ki sem jih tako slišala na kakšnih podcastih, pa malo sem šla pa še tako razne članke brati, da sem se pripravila na to epizodo, a ne, tako da ni vse samo kar neki na pamet, ampak ja. Potem pa pač, to so bile tako stvari, ki sem še tako gledala, da veš, da imajo neke raziskave in to v zadnji čuk. Ampak se nekaj, dajmo še ne par tako idej, ki so tako straight to the point, a veš, easy peasy. In na prvo mesto sem dala nekaj, kar sem ravno včeraj počela. In to so savne. Delam so šla v Orhidelijo in so bila tam 11 ur model in jih minili tako minili. Pa ful smo šla na teh, zakaj se tako smejiš? Joj, smejim se zato, ker tu pač jaz ne vem, če mi je ena od teh stvari, ki si jih zdaj povedala, če bi mi bila zanimiva. Nobena. In se sprašujem, noč malo se samo sprašujem, pa smejim se, ker pričakujem, kaj boš rekla in pa je vedno tako malo. Ok, pa me zanima, kaj bi ti rekla. Tako da kar razmisel. Ja, V glavnem, savne so meni vrhunske, vem, da niso za vse, ne vem, moja ti ne mara saven, za njega bi bilo to najbolj mučenje ever, ampak tam v Olimjah imaš fulenih različnih stvari, ki se dogajajo, programov v savnah, pa šla sva na uno bong. kaj ples ali kaj. Ne, drugače dejansko pleše noter. Mislim, tako morajo, veš kaj, ti tam sediš, tako nagužvan si, o moj bog, nagužvan si. savni. V savni si nagužvan si, ker vsi hočejo na te nastope iti. In pol pride en ta bogi zaposlen in je oblečen v majico, ki piše gor Stef, in pol mora on tam z brisačo jo vrteti nad glavo, ki je vrtinčenje zraka, ker to počneš, še bolj vroče rata. Pač to je tako vroče, to je tako, če hočeš iti v savno pa crkniti, greš na te programe. In oni pol tam nalivajo vodo gor, pa še neke ledene kocke imajo, ki so gor neke eterična olja in pol to gor zdrobijo in pol ti tako gre v nos vsti svon. To je taka In pol- predstava. Ja, skoraj. Ko on tam prav tako malo pleše, pa se vrti. Tako prav skill se moraš imeti. In pol oni v prvi vrsti me nekaj strah za njih, ker pač kar gledam, kdaj jih bo s tisto brisačo zadev v glavo, pa jih kar nikoli ne, ampak to je tako 3 cm od njih stran. In pol on tam to dela in pogreveš, pač on to dela tam v vročino in se premika. Mi tam sam sedimo, pa umiramo. Kakšni prvi vrsti, kako pa je vrst v savni? 3 so bile tam, Aha, unita ja, veliki. okej. Jaz sem zdaj si predstavljala tako neko dvorano, kaj je tako nagužbenih 100 ljudi. No. Pač drugače Ja. v Orhideliji je ena ful velika neka dvorana vetra ali nekaj, kaj se vem. In ja, je huge in je tako ful Okej. zabavno. Pa so imeli pa neko gong terapijo, pa se greš tam ulešt in potem to poslušaš pol ure. In je bilo ful dobro, sicer prvo rundo je bilo zaradi tega, ker so ljudje trkali na vrata, kam pa zaklene, ker je tako, no ne, to smo mi imeli in ne bo noben moto. In pol folk trka pa zaklenenje, pač zdaj dojem, get a hint, the fuck. Pa čak, ta orhidelija je cel dogodek. Pač ta orhidelija, veš, kako jaz, ko sem tja prišla, pa sem pogledala, kaj vse je, jaz sem bila kar malo pod stresom, jaz sem rekla, ja, no, pa šit, jaz se počutim kar tako malo, natempirano, jaz sem prišla samo počivati, pa se sproščati in zdaj moram na uro gledati, da ne bo zamudila kakšne stvari, ja, veš. Ampak je bilo ful dobro, pa tako, pač pa res hiter mine, ker se skozi nečesa veseliš in pač pišuka, res je šel dan tako. The best. Tako da meni je to ful dobro, res to ful priporočam. Potem eno idejo skupno kuhanje, da probaš nek nov recept. To imaš na Instagramu polno teh receptov in najdeš nekaj, kar ti je všeč, in pa res ta skupaj v trgovino, kupta sestavino in skupaj kuhata. In pa jaz, ker sem res tako pač psiho, kar se tega tiče, ker hočem, da je vse po mojem narejeno in samo my way is the right way v kuhinji, pa mi je ful zabavno. Tako da ful priporočam, ful se povežeš, na koncu nekaj dobrega poješ skupaj. A veš, tako res, to je pa res taka, se mi zdi, ful dobra stvar, ker je tako ali tako jesti moraš, ne? Kuhati, nekaj moraš kuhati, pa tako res lahko narediš neki
noga probaš, skupaj si, pa še nagrado imaš hrano na koncu. Ja. Ne vem. Še boljše pa, če greš na tržnico in tam hodiš in vidiš tako vse možne ljudi in pse in so fuluškani in pa greš ta čez uno ulico, ker so rože in ti tako rože kup, ker greš ti malo bolj naprej in pa ti on rože kup in pol je pol delaš obpravljenega. That's it. Ja. Ni res to? A ti je ta ideja všeč? Ja, to sem jaz večkrat počela, ja. Šla tako na tržnico, pa pol ti da tle na ljubljanski tržnici tako kislo zelje v roko, direkt in pol tako pa poješ. The best. Ja. Potem, pa je spet tako malo dražji, ampak jaz to tako obožujem glampinge. Joj, pač, to greš pa tako za 2 dni, pač tako, jaz za 2 noči vsaj moraš iti. Zato, ker da imaš saj en cel dan, ker če ne glih prideš, pa se uležeš, pa moraš pa žiti. To je kar neki. Moraš iti za 2 noči, moraš iti v enega tazga, ki ima še jacuzzi, to meni je to ful pomembno. Ja. Teodosius, shout out. Tam smo bila, tam nam je bilo do zdaj najbolj všeč, moj najljubši glamping do zdaj. Sicer full drug, ampak worth every penny. Res imajo tako dobro hrano, tako dober zajtrk. Prav, oh my god, zelo kuharico smo govorila in ona je rekla, ja, da ona vsakič nekaj novega pripravi, zato ker so imeli zadnjič ene goste, ki so bili 14 dni tam in je rekla, joj, na koncu že nisem vedela, kaj naj jim naredim, ker nisem hotela jim ponavljati zajtrka. Je rekla, da je skoraj rdeča luč prevozila ali nekaj, ki je toliko razmišljala o tem, kaj jim bo za zajtrk naredila, ampak pač kar hočem reči, da se ful potrudijo in ful se pač res jim je mar in tako res neko lokalno hrano naredijo, pa tako kar, ne vem, 5-hodni zajtrk je bil, kaj s tem, kar dobila sva najprej neko granolo, pa pol še neki cok, pa jaz sem vegi, pa sem dobila ful dobro vegi hrano, mislim, the best, tako dobra hrana, prav veselila sem se unga zajtrka, pa se itak vedno veselim tega zajtrka, ampak unga sem se še posebej, imeli so nek tak čebr zunaj, da se pač noter namakaš, in pač point je, ali pa še savno sem imeli, in point je pač, da greš tja in si pač nek odmaknen in pa seksaš v uni hiški, kogar hočeš! Pač to je tako, point je sam, da greš in uživaš in seksaš. To je cel point tega glampinga. Mislim, ne vem, kdo drug, kaj drugega na glampingu dela. Oni so nam tam celo predstavitev naredili, kje so dobra vina, pa veš, kje so neke vinske kleti. In jaz sem tako, boš to vse sprobati. Narediš nam predstavitev, kje neki o seksu sem pričakovala, da boš rekla. Ne, kam imajo pač fulenih, ker te glampingi imajo ponovno okrog pol še fulenih dejavnosti. Briga mene za dejavnosti. Jaz hočem samo eno dejavnost opravljati. In to je to. Pa še ful mi je dobro, zato ker veš, pa se reš malo še sprostiti, pa se reš tja malo namakati v jacuzzi in se malo spočiješ tam. Ali pa tudi ne, in tako. Ja, da veš. Potem escape room. Tega pač se mi zdi, da je težje, če greš samo v paru, zato ker sta samo 2, ampak če ti rata ven pride, da greš kakšnega lahkega, recimo. Ja, meni se zdi to zabavno, ali pa vup izzivi. Oh, I love it. Jaz bi tam cel dan bila in se igrala. Najboljš na svetu. Pa v vup, uni trampolini, pa una plezalna stena. Ful zabavno. Mene je the best. Jaz padam tam. Kaj? Jaz zmeraj nekaj narobe, pol me nekaj boli. Tako da... No, recimo, vup ima fulenih stvari dobrih. Ali pa uni vup karting, oh my god, the best. To so šla z enom na prvi zminek. In sem ga premagala. Sam to naj se ve. Ful sem bila pametna, da bom premagala ga in sem ga. Sam zato, ker je on navajen na une motorne, uni so pa električni. Jaz sem pa električne bolj navajena bila, veš, ker sem da že neparkrat sem bila tam. In sem točno vedela, ko moš čist drugače vinke voziti. Ja. Jaz sem že prvič, ko sem prišla na pro. Jaz sem nas ful veliko novih stvari o tebi zvedela. Res. Sam na teh motornih mi pa, ker sem šla po teh vupih, ker sem na pol tako fulkrat na tem, mislim fulkrat, 3-krat sem bila v vupu, pa nisem na teh bencinskih. In tam moš pa čist drugače v vink voziti, veš, ker na električnih moš ti v vink čim bolj noter voziti, ker si pa na teh bencinskih moš pa tako si mal lufta vzeti, moš tako mal z luftom ga vzeti v vink, ne znam razložiti. Tu meni razlagaš, jaz v lifeu nisem vozila čisto nič drugega kot kolo pa skiro. A tudi na kartingu nisi bila? A bi šla kdaj? Nisem nikoli razmišljala. Bom pa zdaj pomislila. No, ok, razmišljala. Potem, ta je spet malo bolj športna, ampak se mi zdi ful dobro, ful cute, akrojoga za pare. To moraš biti spet malo bolj športna, to je še nisem šla, ampak bi ful rada šla. Tako sem zato dodala. Potem pa kakšni muzej ali pa razstave. Pač ne rabi tu vse tako ful športno pa doživeto, lahko greš pač na kakšen muzej ali pa kakšno razstavo pogledati in tega je tudi ful po Ljubljani, pa tudi druge po Sloveniji, po moje. Sam jo je pismo, če si v Ljubljani, si res tako, imaš malo več teh opcij, to je pa true. Ampak nič hudega, lahko si pa doma narediš razstavo, lahko greš body painting delati. To je bilo zančeno vprašanje na mojem Instagramu, je ena vprašala, kje bi lahko, s kakšnimi, kje bi dobil te pripomočke za to, kao da ena
Kaj pa rabiš za body painting? Barve pa Ona je telo? hotela imeti tako veliko platno, ko obstaja Ja. neka firma, ki prav delajo za to, ne? Ja. In reka, ki bi dobil tako veliko platno, ampak pa ful ljudi priporočal, kao te... V roli imaš te... Ja. Ja. Se imam shranjen nek v highlightsih, lahko si pogledate, če vas zanima, kaj vsi so bili predlogi. Nekdo je rekel, kao, da ne bojo te barve body paintinga, ne, zato da ni strupeno pa karkoli, če kam zaide, kar se mi zdi good point, da ne uporabljaš nekih akrilnih barv, ko pol ne grejo ven ali kva. Ampak ja, tako da to je to, kar sem jaz tle napisala, no, za te ideje. Zdaj me pa zanima, kaj bi še ti dodala za tiste, ki... Jaz sem padla v vrtinec razmišljanja o tem, kako smo mi dve različni osebi in kako bi ti tako čist druge stvari hotela, kot kar jaz. Pa zdaj sem pa pozabila, katere bi jaz. Jaz bi šla na tržnico, pa šla bi te zaklade lovit, pa šla bi spat v gost. Same take, zdaj se čudno sem se počutila. Ne, povej. Ja, evo, recimo zame, Ne nightmare, da moram iti v gost spat. Ampak pač si pa ful predstavljam, za veliko ljudi bi bilo pa to ful zabavno. Ali pa nekaj izlet, da najameš kakšen avtodom, ali pa kakšen kombi predelan in greš potem tako na en road trip, pa spiš v kombiju. Ja, no, ja. To ti spet ni, ampak tako, recimo, ne? Ja, ne vem. Joj, spostavila si me on the spot, nikoli nisem veliko razmišljala o teh stvareh, razen zdajle. Pa sem ugotovila, da imam, ne vem, ali pa da si narediš tako palčke sladoledne in na vsaki piše nekaj drugega gor, kar moraš narediti. In pol vlečeš iz tega kozarčka. Tu mi je bilo ful dobro, kaj sem se kdaj šla. Pa vedno, ko ti... Kaj pa si pol na palčke napisala specifično? Ja, razne stvari, ne. Ene so bile obarvane zelene, pa so bile tako ostaneš doma, ene so bile obarvane modre, pa so bile greš nekam, pa ene so bile drage, pa ene poceni. In pol si tudi tako videl in si pač ven potegnil in je bilo razne stvari, ne vem, gremo v Gardaland, ne vem, nekaj. Gremo na tržnico, gremo imeti piknik v dnevni sobi, gremo, rada se učim nove družabne igre, recimo, tu mi je zabavno, ker pač ti ne veš, kurac, itak da ne veš tam, kako kupaš neki, kako se igra. To je najslabši moj del. Jaz imam to kralja družabne igre, jaz se jih sovražam učiti. Ampak je bolj zabavno, če sta dva, ne, skupaj. Ja. Ne vem, tu mi je zabavno. Ful je teh družabnih iger za pare. Ja, to je tudi ful cute, jaz imam to ful rada. Ja, in pa imaš te letne naročnine v teh za igre iz posojevalnice iger in si lahko milijon iger različnih sposodaš in vse probaš. Tako knjižnica za družabne igre. Vedela, da obstaja. Crazy. Wow! Noro, I love it. No, tu Še kaj povej. mi je cool. Pa... Moram še malo pomisliti, že zelo dolgo se nisem združila s kakšnimi ljudmi. Tako nasplošno. Ja, kakšne take cute ustvarjanja, cute ali pa barvanje. Imam rada barvanje po barvank. Reševanje križank v paru in se pa tako malo sprašuješ. Prav vedela sem, da boš ti tako, ne. Boring. Ful ne maram križank. Ja. Ja, jaz tudi ne maram jih sama reševati, ker ne vem in ne moram do konca priti, ampak če imam pa zraven sebe nizga moškega, ki je pametnejši od mene in zna rešiti, je pa pač vse rešeno in pol dela je že opravljeno in pa na koncu lahko sem še seksati z njim, zaradi tega, ker je vse vedel. Drugače sem se spomnila, ti si meni prinesla za darilo une karte, kao isto z idejami za zmenke. Ja. Pač eno smo naredila in pa sem pozabila na nje. In kakšna je bila ona ena, ki ste jo naredila? Veš, kaj je bila fora? Ful imaš tako, ali imaš za ston, ali pa imaš tako za, ne vem, 10, 20 evrov, 25 ali pa več in pa je bila ena za 2 evra. In smo tako, kaj je pa za 2 evra? Zdaj me pa res zanima. In veš, kaj je bilo? Da greš kupiti srečko. Ampak cute, the best. In je bilo, da greš kupiti srečko in da se potem pogovarjaš, kaj boste naredila s tem denarjem. In sva to naredila in je bilo full over. I loved it. Najbolj. In potem nisva nič zadela. In pa je bil Jan tako, zdaj bom začel loto igrati. Pa je igral loto enkrat. In pa je pozabil, da ga to zanima. Okay. Ampak ja, ni postal odvisnež na srečo. Če je taka stvar, da greš prvič da greš skupaj si po srečko, kaj drugače ne kupuješ. The best. Ali pa ne vem, po novo knjigo, ali pa po nov zvezek. Kaj jaz vem? Ja. Pač drugače je ful enih stvari, ampak no. Skratka, kar hočemo povedati je, da je treba negovati odnos izven spalnice prvo. Pa da se treba igrati tako malo več, kot se v življenju. Na kakršen koli način, tudi da gre v savni, je tu igra. Pač ne seks v savni, ampak ni tu tako igra.
Joj! Ja, je. Ja. Pa plavaš, veš, v bazen greš, pa tam malo plavaš, pa sereš malo morske deklice, pa Exactly. tako razmišljaš o tem, kaj vse je v tisti vodi. Ja. Joj, ja. Potem pa ideja za med rjuhami. Zdaj, ene so full basic, ampak se mi zdi, da jih velikrat jim ne damo priložnosti, samo zaradi tega, ker jih slišimo kje, pa rečemo, to pa itek že delam dost, ali pa to je pa čist brez vede, ali pa čist boring, ampak dajte tako z odprtimi mislimi poslušati, ok? Pač, začela sem s to stvarjo, ki je najbolj tako očitna, ampak še vsem se mi zdi, da jo treba poudariti. In to je teasing, pač, da si res vzameš več časa za to pred igro. Recimo, lahko se greš tudi kakšno furico, da se ful dotikata čez dan. To si lahko recimo narediš čez vikend. Pa to lahko delaš tudi, če imaš otroke v resnici, ampak veš, da se ful dotikata, da najdeta tako čim več izgovorov, da se dotikata, pa lupčkata, pa da se pač dražita, pa si lahko rečeta, ne vem, recimo, če imata ful težave s tem, da se ne morata spraviti k seksu, da rečeta, sploh ne smeva seksati na koncu. Sploh ni cilj. Seks, cilj je, da se čim več dotikava in da se potem ne dava dol. Sploh ne smeva se. Ker ta prepoved je včasih v glavi naredi. To dajo ful velike terapeuti, za izziv. To sem hotela reči. Pač vidva zdaj ne smeta seksati. Pol leta ne smeta seksati. Vse, kar hočeš pol leta delati, je fucking seksati. Ja. Ampak moraš pa res to intimo imeti. Tako, če zdaj ti rečeš, ne bova seksala in se nehaš dotikati in ljubčkati, brez veze. To pa nimaš nič od tega. Ampak to, da se pa skozi neki muckaš, buckaš, pa ne smeš. Pa je lahko kar zanimivo, no, res. Tako da to da pa že sam nasplošno, res, da čim bolj pojačaš to dotikanje, pa če se nisi skupaj, da si sporočila pošiljaš. Recimo, to mi je bilo tako dobro, to mi je ena sledilka napisala. In sicer je rekla, da, bom izkar prebrala, zadnjič sem nama hotela malo popestriti zvezo, ker je po 4 letih ratalo vse čist preveč rutinsko in sem na hitro napisala tole v notes in mu poslala vsakič po en this or that SMS, da je odgovoril. Ga pa ni bilo doma in potem, ko je prišel, sva bila že ful napaljena oba, jaz sem se pa prej že probala malo zrihtati, po tem, kar je on odgovarjal. Pač vam preberem zdaj še te sporočila. Ampak tako, tok simple. Spejte spuščene lase, take fore? Ja, tega ne vem, če imela, ampak bom prebrala. Ampak tako, na prvi pogled tok simple, ampak pač končni rezultat je pa lahko vrhunski. Napisala mu je, spalnica ali dnevna. Oh my god. Kaj? Najboljš, pač psihologija izbere. On si bo se najboljš, top the best. I love it. Čop ali spuščeni lasje. Majčka ali kikalca. Kiss or spank. Lick me or blow you. Gledaš ali dotikaš. Joške ali ritka. Ne vem, kaj tukaj pol bilo, ampak pustimo domišljiji prosto pot. Misionarc ali doggy. Gentle or rough. In ko je on prišel domov, je dobil točno vse, kar je hotel. Mislim, res ni treba veliko. Pač, ne vem, no. Pa to lahko potem, ne vem, vsake toliko časa narediš, pa malo spremeniš, ali pa imaš nekakšen kompletek perila, pa stikaš, to ali to. Ta ženska neka čarovnica, kako se pa to spomnila? Ne vem. The best! Briljantno, ne? Oh shit, tu bomo zdaj vsi začeli uporabljati. Pač res, lej. Top. Tako da, to je že del to je v bistvu pač en tak briljanten primer predigre. To tudi moški naredite. A pomijem posodo, ne sem smetela oboje. Jaz sem hotela biti skupaj, kaj? Vseeno mi je še mi napiše, rit ali joške, whatever. A veš, kaj napiše? Ali pomijem posodo, ali ne sem smeti. In potem ti napišeš, da je pomij posodo in on oboje naredi. Ja. Ja. Nekaj roče rata, ko to pomislim, to bilo zame. Pač, Ampak kaj bi bila pa res alternativa, tako, da bi moški lahko, pa ne ta hišna pravila, kaj bi lahko sploh? Kaj bi sploh lahko? Ne vem, ali te zmasiram, ali pol ure masaža, roka, ali pol ure masaža hrbta. Tako, ja, neki zdajani, ne tako na videsku, ker je moški, ful boljš tu zberati, tako neke te stvari. Ja, pa ne vem, ali jagode s smetano, ali ne vem, nek drug sadje. Bi za večerjo, ne vem, tu ali pa tu.
Neke ful dobre stvari, ki jih ima ful rada. Ja. Ja, tu. Ja, the best. Drugače sem pa ful ugotovila, da je tako pač acts of service, po moje, moj največji love language. Ja, saj sem videla prej. In pa veš, kako to drugače iz družine res izhaja, ker pač od mojega atija love language je pač to, da on dela acts of service. On ne bo nikoli povedal, pač ne vem, tako z besedami je zelo, pač mu je težko, ampak on ti pokaže tako, da ne vem, on mi avto opere, ali pa mi uno zrihta, ali pa karkoli, ne vem, rečem, joj, da to rabim, to on takoj naredi. In njemu je to njegov največji love language in jaz očitno pač res to rabim. The best. Skratka, potem pa raziskovanje novih spolnih tehnik, ne? Naprimer tantre. Recimo, greš na tečaj masaže tantrične k Aleksandru Lahu. Ja, Recimo. Zdaj se jala naštimujem. In kaj prav, okay. Ja, najprej je bil ful v stiski, isto vprašanje mi je, kakor jaz. Protko sem bila uno, samo veš, jaz ne znam tako dobro razložiti, kakor on. Yeah. Ampak pač iste je imel pomisleke, kao, ja, zdaj si tam nak in potem te drugi gledajo in pač mi je bilo neprijetno. In potem sem na glih včeraj, ker sem bila v savni, sem tako, čak. Lej, videl sem tle v savni in svanaga. In naj drugi vidi, da svanaga. Pa pač se ne sekirava. Pač se ti je tako mal, pač ne vem, če te zdaj nekdo neki hoče bulati ali pa karkoli ti je bed, ampak tako, pač se folk pride v savno zato, ker pač se hočejo savnati, ni njihov namen načeloma, da te tam zdaj gledajo, kako si ti nak. In se nekaj tam je isto, tam pač pridejo ljudje in ja, pač si nak, če ti je kul, če ti niti tudi ni treba biti, ampak oni pridejo tja zato, ker se hočejo sami sabo ukvarjati, oni tam pridejo zaradi sebe, ne zato, da bojo zdaj tebe bulali. Sem še sama sebi klik naredila. Ja, valjda, veliko bolj za ston lahko gledaš nage ljudi, ko pa da plačaš za to, da greš na tečaj, za tantrično masažo. Tako da to zdaj, ko sem mu pol to rekla, je bil tako, ja, prav pa peva. Sem tako da zdaj moram ga še enkrat a veš, zdaj moram biti tako nosi pač si zihar, da ti je cool, da ne boš zdaj šel pod prisilo neki, a ne, ker hočem pač, da ne greš tja tako, no, da vidimo, ampak da greš tako odprtih misli. Pa se mi je rekel, da boš odprtih misli, ampak moram še enkrat. Pa se tudi, če pol vidva na sredi, po enem dnevu ugotovita, da midva bi pa kaj drugega počela, pač sta tam v svoji sobi v hotelu in seksata, kaj te briga, kaj se oni tam maserajo, whatever. Ja, veš kaj, njemu je pol tako, ja, kao, zdaj vas ta denar dala, pa ga stran vrgla, kar je fair enough. Ampak ja. Ali pa recimo, BDSM. Pač, pa BDSM ne rabi zdaj neko full hardcore, ki po mojem večini ljudi je še vedno, ki BDSM omenjaš prva misel, to je tako nasilno, pa brutalno, pa ne vem kaj, pa ne rabi biti, pač to je lahko tako mal, probaš te razne flogarje, pa ta sensation play. Pač ta vprašanja so ena vrsta BDSM-ja. Dominant submissive, ona mu pač dala na izbiro in je točno to naredila. Tu je pač del BDSM-ja. Drugače, resnično. Ja. Pa, lahko si pomagaš? Z Black Donna. Pač, kakor sem jaz rekla, jaz sem prav v ChatGPT tam sprašvala, da ne mi da tako mal out of the box ideje, bla, bla, bla. Pač tipu ni bilo nič jasno, kaj jaz hočem od njega. In podobno težavo je imel ta tip, ki je naredil tole igro, ker on je hotel mal popestriti spolnost svojo partnerko. In še posebej je on hotel, da bi probala tudi mal različne igre vlog, roleplaya, in je iskal kakšne karte, kakšne igre, ki bi mu to dale, pa ni nič najdel, ki bi bilo po njegovem okusu. In pa on rekel, bom pa jaz to sam naredil. In mu je ful obratal. Zato je rekel, ful je težko, ne, zdaj kar nekaj predlagati, pa pol ta strah zavrnitve, pa kaj, če ne bo izpadal tako, kot si ti misliš, da bo izpadal, pa še slabše, če je pol partner razočaran, ti zdaj naslikaš ful dobro sliko, glej, greva se zdaj mi dva roleplay, ti se boš oblekla v seksi učiteljico, jaz bom bil tvoj poreden učenec in zdaj va roleplayala in pol recimo se ona ne more uživeti, ali pa se ti ne moreš uživeti in ni tako, kot bi hotel. In pol ti, zdaj, ko si to predlagal, izpadeš kaj zdaj ti hočeš od mene, pač glej, kar nekaj je bilo. In naslednjič ful teže predlagaš, pol spet to. Tako. Če pa ti prolečeš to igro domov, pa rečeš, dejva to probati, sem to slišal tam na enem podcastu, so govorili in se rekla, da je ful zabavno in pač Lucija je probala in je bilo ful fajn, pač sem kupil še za naju, da probava to igro. Pa če ti na kartici piše, da nekaj probaš, pa ne izpade, ko rečeš, pa ko tako je napisal to kartico, kako je on čuden, to sploh ni tako, kakor
Ni je to čuden, fajn. midva sva pa pusiš, če ne probava. Veš? Ja, pač, če ti kartica reče, da nekaj probaš, boš probal. In se mi zdi ena taka zabaven način, da popestriš ne samo pač to, da roleplayaš, ampak tudi predigro, ker so tako kartice full dobro razdeljene na 4 stopnje in se začnejo full easy. Imaš tako vprašanja, imaš vprašanja, imaš pa tudi take čisto easy izzive, da, vem, da moraš zdaj partnerja poljubiti z tem, da imaš kos koledu v ustih ali pa kaj tasga. Recimo, partner naj se uleže na trebuh, usedi se na spodnji del njegove ritke ter mu zmasiraj hrbet. A veš, te začetne pa teh je res pač ful, teh kartic čak, ne vem, koliko je že teh izzivov, ogromno več, kot ne vem, jih je 300. Ja, to moram pa zdaj računati. Aha, 343 izzivov. Halo? Veš, kako je to? To če... Preveč. Ampak, v glavnem, kar hočem reči je, da se začne zelo easy, pa še tako malo je gamified, imaš neke black done. Kaj? Pač roko na srce, pač kjer neko sliko neke ženske, ful, naj vas ne odvrne, če je kdo tako, kar jaz, naj vas ne odvrne, da je pač tak dizajn ful, hardcore. Pa zavedajte se, da je to igro naredil moški. Tu nič ne odvzame od igre. Igra da zelo dobra navodila, točno to, kar mora dati. Dizajn je pa tudi tak za moške oči narejen. Ampak je zadnji Cara rekla gostja, da ji je pa ful všeč, tako da mogoče sva sem midven čudni. Ja, pač če ste tako, kot jaz in imate tak mal drugačen, so vam mal drugačne stvari všeč, kar se estetike tiče, se ne sekirite, zaradi tega, ker jaz sem mal judžala tole igro na prvi pogled in sem jo čisto brez veze, ker polk sem se jo igrala, sem bila tako, zakaj nisem tega že prej? Joj. Tako da ful je zabavna, tako tudi pravila so tako posrečena. Ne bom vam zdaj čisto razlagala, kaj delate s temi donami, boste videli, kaj boste kupili, ampak že sam te izzivi vam lahko obljubim, da vam bojo kar dal ogromno enih idej. Pač res, tako konkretnih idej. Če iščeš konkretne ideje, je to ta igra za to. Pomaš pa na zadnji stopnji, imaš pa pol še razne roleplay ideje. Kar je meni tudi všeč je pri tej igri to, da če ti kakšna stvar slučajno ni všeč, ker od teh 343 izzivov bo zihar kakšen, ki ti sploh ne bo všeč, pa če ti sam ni všeč, mu daj priložnost, pa probi, pa pol lahko rečeš, prav sem imel, ali pa, ker sem se zmotil, če ti pa res ne paše, pa sam tako vzameš kartico, pa jo vržeš za poslo in se pač ne zmenaš več za njo. In noben ne ve, a ne, pač video s partnerjem si lahko prilagodite to čisto po svoje. Tako da meni osebno se zdijo taki pripomočki top. Plus, a veš, kaj mi je top? Ko je v slovenščini. Zaradi tega, ker ful imaš enih teh igrc, ki so v angleščini, plus on je rekel, da jih je ful veliko sproval, tudi z Amazona in ne vem kaj, in da mu nič ni bilo kul. Tako da ta je prvo kot prvo v slovenščini in res nizko paril z izzivi. No. Tako da priporočam, pa še podpiramo slovensko, ali kva. Ja. Zdaj bom pa nazaj tjale dala. A ja, še to. Povej, pa jaz moram, kodo moram še pol povedati? Kul je meni tu pri tej igri, pač vzameti to breme odločanja, breme strahu pred zavrnitvijo, vse to ti odvzame. Pa včasih mi gremo tako seks preveč, ne vem, nekdo pride do tebe in je tako, zdaj bomo pa seksala. Ja, no, mislim, tle gre pa lahko lepo po vrsti, ne? In je super, da te tako malo upočasni tudi po eni strani tu. Res te upočasni, tako res imaš čas, da se ogreješ, da se napališ. Pa ženske se mi zdi, da smo velikrat, mogoče imamo malo ta reaktivni libido in pač rabimo, da nam ga nekaj sproši in včasih tudi, da ti nekdo helikopterčka naredi, ni dovolj, da bi si želeli seksati, ne? Ampak se mi zdi, da velikrat čutim jaz predvsem tak pritisk, veš, da ko se pa neki, ne vem, da pa zdaj pa moram seksati. Tle gre pa tako lepo po vrsti, da na koncu že res hočeš seksati in je neko tako cool, se mi zdi. Midva z Janom sva se šla za novo leto prvič tole igro in midva nisva sploh prišla do zadnje stopnje. Pa ne zato, ker ne bi hotela se več iti, ampak nekako so taki izzivi. V bistvu sta zgubila igro. V bistvu sta zgubila igro. Zmagala sta itak, ampak golfala sta. Ja. A veš, ne vem, pač vse pa že toliko blizu, pa včasih je že kaj noter tam, pa si rečeš, ja zdaj.
Pa si rečeš, sem še danes, jutri pa popravi. Sama, a veš, tako dej, sama še ne dvakrat ga devam pa noter. Pojdaš pa lahko ven. Poj pa konc, pa veš. Ampak kaj veš, kaj je prav ono, ki se ne moreš upreti. To je tako dober feeling. Pa sem upaš, da to igro tako malo stran porineš, pa upaš, da noben več ne ve, da je tle in to. Glavnem, mi to sva dobile kodo za to igro, ki se ji reče Med nama. Ta igra stane 25 €, dobite jo pa 100 kodo za 20 €. Pa samo v Google napišite Black Donna, mislim, da je prvi zadetek. In ja, probite. Sem klikante link v opisu te epizode. A ja, lol. Pozabim jaz na te linke. Ja, imamo možnost dati link. No, link. Yeah. Tako da ta se mi zdi, če iščeš konkretne ideje, pač tako res imamo konkretne ideje, tako zdaj v tem momentu, to. Ja, že danes večer, ne? Ja. Pa seks igračke lahko tudi probaš. Če ne veš kaj, poglej še kakšno epizodo tega podcasta, ker smo jih pa že ful predstavljali, pa še ful jih bova. Ja. Če rabiš kakšno idejo, lahko pišeš na Pitchpop, lahko pišeš tudi meni, lahko pišeš na Med nama, mrskamor lahko pišeš, pa ti bomo pomagali izbrati najboljšo. Za vaju napišeš, kaj, če že kaj imata, kakšne imata kaj izkušnje, kaj si želita. Kaj vama paše, Tako. morate najprej vedeti, ne? Približno. Tako. Če ne veš, kaj ti paše, povej, bomo skupaj probali. Pa če reče, ne vem, kaj mi paše, kako ne ugotovim, potem pa kakšne te basic predlagati. Me že znamo tako vprašanja postaviti, da na koncu pridemo do odgovora, kaj točno ti rabiš. That's it. To je resnica. Ja. Ja. Potem imamo pa spremembe lokacije. Tako imaš tudi v tej igri take izzive. Ampak, a veš, to sploh ne pomeni nujno, jaz si vedno sprememba lokacije predstavljam, zdaj moraš pa tam v park. Ampak ne rabiš, lahko greš samo, ne vem, da si vedno v posli greš dnevno, ali pa na kuhinjsko mizo, ali pa na kuhinjski pult, ali pa v tuš, ali pa na balkon. Na pralni stroj, medtem ko je pržgan. Ja. Na balkon, ja. Lahko pa najameš hotel, če imaš otroke. Jaz, če bi imel otroke, jaz bi 100% vsaj enkrat na mesec bila tako, gremo najet hotel, koliko je takrat Tadeja rekla, me je to prav inspirirala, ker rekla, pa so pa prišla v hotel, sam vrata so odprla, jaz sem bila že horni, pa so pa seksala tam, zato je bilo vse čisto, pa vse je bilo tako, kot mora biti. Pospravljeno, nobenih igrač. Jaz to razumem, pa sploh otrok nimam. Potem čiste osnovne stvari, senzorične izkušnje, a veš, da uporabljaš kakšne ta perje, ali pa uporabljaš kakšne te steklene igračke, ali pa da uporabljaš tist water pergril kolešče. Ja. Tist, kako je že. Ali pa že sem tu, da pač partnerju samo oči zapreš. To je že ful dosežeš. Ali pa une slušalke daš, oči zavežeš, pa une slušalke, ki ti zvok vdušijo. Ali pa daš celo musko, ker jaz to še zdaj nisem probala, ampak to mi je ena kolegica razlagala. Pač to, ona si da slušalke noter, une noise cancelling, pa še musko, pa oči zaveže in pol on tam njej dela stvari. In je reka pač, da se tako, da ne razmišlja, da ne more v nobeni stvari tako razmišljati drugi, da se sam lahko res bolj usredotoča na to, kaj se dogaja, zato ker pač njene misli nimajo kapacitete zdaj razmišljati pa uhajati nekam, ker ima pač tist gor. Jaz sem zdaj eno ful idejo dobila. Veš, Queen, ko sem ti zadnjič govorila, tista platforma za audio erotiko. A da to poslušaš pa ti? Izbereš si katerokoli možno zgodbo na svetu in pač oni tam govorijo tep, ne? Kukar. Ja. No, tu ne vem, če veste, Queen audio erotika. Bomo dali link. Top. To bi moj naslednji predlog. Kaj, audio erotika? Ja, v bistvu, ali to, audio erotika, branje erotične literature, lahko skupaj, lahko si... to zdaj... Ti bereš za mizo, on je pa pod mizo. In pol koliko časa lahko bereš na glas. Ko sem bila jaz mlajša, moj najljubši pornič je bil pornič, kar so ženske brale, tu je na YouTubeu. Ženske berejo za mizo, to je na YouTubeu. Imajo vibrator v hlačah in pa v eni točki ne morejo več brati. Oblečene, vse je tako PG. Evo. Ja, ali to, ali pa lahko imate samo to, da to je malo bolj geeky, ne bi bilo to drugače ful seksi, vem, da to ne bi bilo, to je to ful nišno mogoče, ampak da si oba sposodita kakšno to knjigo, ki je tako pač porn, in da oba to bereta. A skupaj v posli v tišini? Ja. In pol, a veš, ok, razumem, ja. Pa recimo, pa si približno v nekem istem tempu, no, to glih ne, ampak recimo lahko pa greš istočasno brati
prebereš isto knjigo, pa samo ne spicy prebereš, veš, poriš pa seksati, da se napališ. Ne, Ali pa jaz kaj. mislim, da moraš. Pa se brati- pol pogovarjaš o tem, kaj si prebral. Pa kaj Jaz ti je bilo mislim, da moraš všeč. imeti časovni okvir 1 uro, ko morate tu sem brati. 1 uro pa se bere ta knjiga, vsak svojo. Ja. Brez da Pa se saj a veš, pogovarjata. Prvih par poglavij je itak boring, pač je nekaj tako. Ne, jaz mislim prav tako seks knjigo. Vedno se ponovadi nek. Jaz, ko sem hotela prvič. Tu zgodbe neke, ja. pa tu kao... Kako sem bila jaz razočarana, ker sem hotela, pač 50 Shades of Grey me je zanimalo, zakaj se gre, pa se mi ni dal cele knjige brati. Ker jaz sem jo hotela takrat prebrati, ko je vam prišla, sam fora je bilo v tem, da je moja mama to knjigo brala. In pol jaz nisem upala tega doma, veš, brati, ker bi ona videla, kaj jaz berem in bi vedela, kaj jaz berem, ker je ona to prebrala in sem tako, god damn it. Pa bi, ja, pa bi na iste stvari masturbirala. Grozno. No, tako da nisem, ampak ko sem bila starejša, sem si jo zelo dala na telefon in pa sem začela brati in sem bila tako po 3 straneh, pač get to the good part že in se mi ni dala sploh brati zgodbe. V resnici sploh ni tukaj nekih seks scen v tistih knjigah. To sem pol ugotovila, ker pa sem tako listala čez knjigo in bila tako, no pa slejko prej bom že na neki naletela. No, tako da, ja, imaš pa potem ful nekih fanfictionov, ki so pa tako kratki, pa sladki, pa lahko tudi kaj tazga, a ne, najdeš. Ampak tako se mi zdi tudi taka zanimiva ideja. Ali pa da skupaj gledaš kakšne erotične filme. Tukaj bi jaz posebej omenila kakšno etično pornografijo še posebej. Recimo Last Cinema imajo ful različnih. To ste mi kupili naročnino za rojstni dan nekaj let nazaj in je bilo hilarious, ampak ful cute. In v bistvu oni imajo pa več različnih vsebin. Imajo vsebine, ki ljudje napišejo erotične zgodbe in pa oni posnamejo film. Imajo vsebine, ki so tako malo bolj for the female gaze. Imajo tako prav filme, pač tako prav, ne vem, celovečeren film z zgodbo in z veliko seksa. Skratka, kaj tazga, da ne rabiš iti zdaj glih na Pornhub pa tam neki iskati. Lahko najdeš kaj, ki bo mogoče pa bolj story-driven, pa mogoče bolj za žensko publiko tudi. Za moške bo pa tudi v redu. Ja, ker ti pa jaz imam ful radi story-driven porniče. Ne? To je to. Ja, lej, ampak eni pa imajo. Ja, ampak ne, se mi zdi, če bi s partnerjem gledala, ne bi tako gledala, kot gledam sama. Ja, če bi s partnerjem, bi mi bilo zabavno gledati tako nek erotičen film. Pač, ampak mora imeti res dobro zgodbo, drugač nima. Ja. Ne? Ja. Drugače isto pa lahko se itak, kaj? Pa ne sme biti preveč dobra zgodba. Boš pa gledal pornič, da greš seksat, kaj? Mora biti tako nekim vmes, a veš, da se vmes pol malo lupčkaš, kakšen boring del, se greš malo žvalit, pa malo palit, pa gledaš malo vmes, pa malo tako čuk. Ali kva? Jaz danes obožujem tvoj besednjak. Res, najboljš. Ja, ker nadaljuj. Ja, ne vem, to v glavnem. To je ena stvar, s katero lahko popestriš, evo. Potem je masaža. Ja. In oklepaj sem dala erotična. Jaz zdaj vem, da če reš ti na tečaj masaže, moja sestra je šla zdaj na tečaj klasične masaže, stane okrog 500 €, traja 2 vikenda in prvo kot prvo imaš dejavnost, ki jo skupaj počneš, naučiš se nekaj novega in pol imaš en skill forever in lahko potem začneš z eno uro masažo in pol veš, koliko to. Pač jaz mislim, da to pa za večino žensk deluje, da jo ti dobro zmasiraš. Ampak ne uno neko bedno masiranje, ki pač ne znaš, pa ne veš kaj. Ampak deluje samo takrat, kadar moški ne gre v to masažo z glavnim ciljem tu, da bo seksal. Ja, ampak a veš, mora če ti biti to v redu, masiraš, tudi če samo masiraš in če ti na koncu reče ne, jaz nočem seksa. Absolutno. Ja. Ampak se mi zdi, da če te nekdo tam masira, če te tvoj partner masira tam 45 minut, pa se te ne dotakne po piški nič. Pa ti ga že prosiš na koncu, si že tako, pa ti še tam malo dej, malo po božji. Ja. Jaz sem bila tako. Ja, jaz sem bila Jaz sem vedno tako, pač jaz mene masira lahko, ne vem, pol ure. Ja. Pa sem tako, no, dej. Tudi če greš v masažo, sem zaradi masaže, ki te boli hrbet, na koncu zmer seksaš, jaz ne vem. Pač, to te tako razmehčava. Ja, tu niso samo neke une stvari, kako jih govorimo me ženske, jaz maserijo. Ne, pač res, dejo. Ja. Pa ne reči, da pač, da tveda, da jo masiraš zato, ker hočeš seksati. Ja, itak, da se deli, da jo ti hočeš zmasirati. To je igrica, zdaj ali jo boš dosti dobro zmasiral, da bo na koncu hotela seksati ali ne? To je od tebe odvisno. Ja. Ampak ja, tako da, ne vem, jaz to že drugače, to smo se tudi z Janom pogovarjala, da bi šla na tečaj masaže in sva že oba zasa, zdaj moramo najti kdaj bo šla. Pa še zdaj bomo imeli doma masažno mizo, ker zdaj moja sestra bo imela to. Ker to moja mami briljantno idejo imela, je bila ona tako. Jaz
moja sestra je rekla, jaz ti plačam tečaj masaže, ti to nared, sam zato, da me boš zdaj zmasirala. Jaz ti bom plačala, da me boš ti zmasirala. Plačala ti bom tečaj masaže, sam naredi to, da te bom imela jaz doma, da bom lahko pač imela masažo na voljo. Je rekla investicija, kačink. In tako da zdaj imam tudi masažno mizo, ker meni se zdi pač, da te na masažni mizi, to daš pol si v sobo in pa sam pač, meni se drugače s tem porniči, z masažo. Jaz sem pa te tako rada. Tu so vedno prvi porniči, ki jih po moje ženske gledamo. Ja, čudoviti so. Ja, so kar, ja. Ja. Pa se pa malo preskočiš, ampak tako je seksi, ne? Ja. Pol pa obstajajo aplikacije, ki imaš tako razne kvize, gor pa bucket liste, pa ne vem kaj, ki v bistvu na različne fore so narejene. Ampak ene so recimo tako, da s partnerjem oba swipata stvari, ki so vama všeč in pol vama pomeča tiste, kar vama je obema všeč, kar sta dala oba sigurno, pa pomeča vama tiste, ki sta maybe, da se pogovorite o njih, pa tiste, ki sta ne, vama pa sploh ne da. In pol sta lahko čez cel seznam stvari, ki so vama všeč, pa ne veste, pač jih niste nikoli vedela, kako jih izpostaviti, greš prek aplikacije. To so tudi z Janom delali. Poleg tega pa pač, če imaš nek fetiš, ki se ti zdi čuden, ne bo ona nikoli vedela, če ni ona isto čudna. Tako. Ti vidiš, ti svetiš, ti tako, in pol sam držiš pesti, da ga ona tudi pomečala. Če ga pa nisi pa delaš, da ti tudi tega nisi nikoli swipal. Ja, ko to vpraša, rečeš pač valjda, da ne. Pač jaz sem drugače nekaj časa nazaj imela na Instagramu to vprašanje in sem dala zdaj kar highlight. Tako da, če bi radi videli, kje so vse te aplikacije, pač ne vem, nek Lovify app, Spicer app, Mojo Upgrade, Erotic Blueprint, BDSM testorega, v glavnem vse to imate shranjeno na mojem profilu Love Quiz. In imate tam noter, tako da lahko pogledate, kje vam najbolj se dopade, ali pa reste kar čez vse, zakaj pa ne. Pa na Pitchpopu je tudi nek bucket list, ki ga lahko si izloadate za ston in lahko kljubce delate, cak. In imate tudi fulejnih idej. Ja, tako od vanila do takih, ki jih po moje ne bomo čisto vsi v letošnjem letu opravili. Tako da za ston sam klikneš. Potem pa masturbacija v dvoje. Ne? Za malo popestriti. Jaz sem imela tudi o tem debato nekaj časa nazaj na Instagramu, zato sem se na to spomnila. In eni so rekli, zakaj bi to sploh počel, eni so bili čist proti, eni so pa rekli, ja, zabavno je, vidiš svojega partnerja, lahko tudi malo gledaš, veš, kaj on sam sebi dela, pa se kaj noga naučiš. Skratka, 46% pač mojih sledilcev, ki so sodelovali v tem anketi, je rekel, da so to že probali in da jim je všeč in da priporočajo. Jaz sem tudi probala, pa jaz sem bila vedno tako, ko sem videla te nasvete, veš, ko sem večkrat brala kakšne te kako, pač zaradi službe, če že ne zaradi drugega. Se ne da bilo kaj narobe, če bi zaradi tega, kar bi me zanimalo, ampak dejansko sem v službi to brala, sem pa si delala novce v glavi in vedno, ko je pisala ta masturbacija v dvoje, sem bila tako, pa kdo to dela, pa zakaj bi to delal, pa če lahko seksaš, pa če lahko drugega, Pa je bilo tako lih tako je nanesel, da je pač spontano do tega prišlo. Pač. It was hot. Všeč mi je bilo in zdaj že dolgo nisva, ampak tako vidim zdaj, zakaj. Pač probite. Lej, probi, pa če ti ni, če ti pa je, si pa nekaj nogo odkril. Ali pa če ti je všeč, pa nikoli več tega ne narediš, pa vsaj lahko rečeš, da si. Ampak razlogov je bilo pa veliko različnih. Ali si malo utrujen, ali bi rad, ne vem, neko novo igračko, ki jo imaš probal. Enim je sam hot. Stojenih. Da. Maš ti še kaj tukaj za dodati? Potem pa še, kar sem rekla, bomo pogledali še, kaj so mi sledilci napisali. So bili pa nekaj ekstremni. No daj, jaz bom pa pojedla en cake pop. No daj. Poligamija. No pa sej. Nič narobe s tem, ampak jaz sem mislila tako, kakšne bolj take, ki jih lahko naredimo zdaj, v tem trenutku. Ampak I love the enthusiasm. Tako da, to. Trojček. Svinganje. Kakor, lej, kako ljudje vedno pomislijo, da rabijo nekaj dodatnega ali pa da morajo nekaj dodatnega človeka, ne pri sebi porihtati. Poligamija, svinganje, trojček, vse troje tu. Meni se zdi, pač jaz bom tako rekla, meni se to ne zdijo neki nasveti za popestriti spolnost, to se meni zdi, to je tako lifestyle in tukaj moraš še ne par drugih stvari najprej. Če ko ne seksaš, narediš tu troje, po moje, greš na razen. Pač to so stvari, ki jih delaš, ki je tvoj sex life perfekten.
Mislim, perfekten. Ker si zadovoljen s svojim partnerjem, ker si rečeš, pač to, kar imava midva, je super, greva to deliti še z drugimi. Ne, dej mal ne štima pri nama, greva še to. Ja. Tako da ja. Potem nekdo je napisal kartice z idejami. Evo, Black Donna so kartice z idejami. Ampak ne, tako, kot si tudi ti prej rekla, recimo, da napišeš tiste palčke, idej imate pa, ja, evo. Tle se zihar kakšno idejo dobili danes, pa lahko tudi kakšno iz teh kartic prepišete iz Black Donna, skratka. Aha, evo, pa spet, evo, cuckolding. Pač to so res taki ekstremni. Fak, misliš, da si ljudje res predstavljajo, da pač če zdaj nekaj tako ne štima, da pa če bo to naredil, bo pa kar boljš. Pač ne vem, pa sem že tako se sprašvala, sem jaz slabo pač formulirala vprašanje, ampak jaz sem napisala... Če jaz nočem že svojim partnerjem malo seksati, ki mi je tako malo boring, kaj, zdaj še trojčka, da grem. Bolj, ja, naporno bi bilo pa bolj, ja, to pa je res. Pač po mojem, mogoče se sam nismo prav razumeli. Ker jaz sem hotela tako neka, pač moj namen je bil, da zberemo ideje. Jaz sem rekla, pač napište mi, kaj ste sami že naredili, ali pa ideje, kaj se vam zdi, da bi bilo fajn za popestriti pač malo spolnost. Nisem da tako... Eni so pa po mojem, da tako, gremo v ekstreme. Kaj je najbolj ekstremna stvar, kaj lahko naredim, da popestrim? Jaz nisem iskala tukaj ekstremov, ampak mogoče se samo nismo prav razumeli. Tako da, lej. Potem kostumi, super. To je pol spet z malo s tem roleplayom. Cute. Tam je tako... Evo, to sem iskala. Doggy style, ona si drži Powerflower na piški. Ja, evo, tako si malo popestriš. Pač očitno nikoli, ne vem, če nikoli ne seksata v takem položaju. Ja, evo, super. To je bilo smešno, ti to vsak dan počneš. Ja, lej. Eni pa ne. Ja. Potem... ta je rekla, naredila sva BDSM kviz, pogledala, kje sva kompatibilna in akcija. To je na... Kje sem to sem imela prej napisan? BDSM test. .org. To napišeš in imaš en tak test, ful vprašanje, ampak je ful zabavno, ker ti pol po procentih piše, koliko si kaj. Ja. I loved it. Ful nekaj novih definicij zveš, sploh ne veš, da obstajajo te stvari, ki so tam noter. Pa ful je dobro, ker imaš definicije zraven napisane, ne rabaš pol googlati, kaj da fakt zdaj to pomeni, ampak sam klikneš tak in ti razloži. In pol ti tudi pišeš, čim je kompatibilno. In pol ti lahko s partnerjem vidiš, a ima on to ali to nima. In pol, če ni nič kompatibilnega... Pol zapreš ta test in nikoli več ga ne odpreš in naprej greš. Se delaš tega, nisi nikoli videl. Večerja ob kozarcu vina, potem dezert v postelji, jagode, kakšna igračka in dalinec vmes. Igračka na dalinec. Ja. A veš, take stvari sem iskala. Evo, to je bilo to, kar je bilo teh predlogov. Ful ni bilo veliko predlogov, tako da sem ful vesela, da so to epizodo naredile, ker ne vem, ljudje nimajo idej, ali pa mi sami jih niso hoteli povedati. Sam ponovadi ful napišejo vsi. Vedno, ko dam neke te vprašanja, se mi zdi, da vsak, ki lahko svetuje, napiše nekaj. Ful mi je dobro, ker imam vedno občutek, da ljudje res hočejo deliti svoje mišljenje pa izkušnje. Tako da tukaj, jaz ne vem, po mojem, je res pomanjkanje nekih idej. Vse je bilo pol še, ne vem, nekdo je komunikacijo omenil, pa igral vlog, pa sex bucket list. Po mojem se naš sem večina s tem sooča in imamo resen pain pri tem, kako popestriti seks. Pa itak pričakujemo, da bo skus najbolj noro, zabavno in cool in ne vem kaj. In pa smo vsi malo v isti stiski, pol pa noben nič ne reče, ker nimamo kaj pametnega za povedati. Čakaš. Ja. Tako da lahko partnerju pošleš to epizodo, rečeš, dej poglej to, pa povej, kaj ti je všeč. Ja, ta epizoda je v bistvu kot en bucket list, ne? Ja. In pa je lahko, kad ti zmanjka idej, pogledaš pa vidiš, da v bistvu sploh še nisi vseh sprobal. Ampak nasplošno se mi zdi, prej, ko si rekla, ta podcast se mi zdi res tako dober icebreaker v bistvu. Ful dober. Za pare, mislim. Pa tudi, če se z nekom na novo spoznavaš, lahko tudi to pošleš, pa rečeš, ko bova midva. Ampak veš kaj, ti ne rabiš reči, da se sploh strinjaš kaj z nama, z Lucijo. Ti lahko rečeš, si slišala, kaj je ona rekla. Jaz sem, če tako rečeš na tak ful način, veš, slabo pa si misle, njemu to ni všeč. Ali pa njej. To je dvore za meč. To pa je res, ja. Skratka, lahko se delaš, da nisi nič o teh stvari ti pomislil. Vse smo se medve spomnili. We take the blame. Ali pa sam pošleš timestamp, tako tisto, v tem času, ko smo nekaj rekli zanimivega, kao, Ja. Skratka,
Imaš ti še kakšno idejo, ali bomo s tem zaključili? Ne, jaz imam brain fart to epizodo Ne vem, preveč sem začela razmišljati o vseh možnih načinih popestritve in zveze in vsega. Nimam. No, lej. Vse smo zajeli veliko stvari. Ja, jaz upam, da smo. Jaz sem ko se tu vse potrudila. probate, pridite nazaj, pa bomo še kaj povedali. Ja, sem res. Bomo naredili part 2. Ja, Ker nam bo 100 ljudi napisali, da so že vse to naredili. res morate probati, ne? Ja, Kaj ja. 100? Je 100 ljudi, Vsi, ki gledajo, vseh pa ne 20 bojo vsi tisoč. se javili. Kaj jih bo 100 se javili, evo. V komentar. Okay, Ko bo 100 komentarjev, jaz sem že vse naredil, bomo pa part 2 dali. okay. Tam bomo pa pokazali. Ne bomo. Okay, za konec gremo Never Have I Ever. Preden postala tlele, kaj obljubila, kar ne moramo. Hotela sem reči, da se tu ne bo nikoli zgodilo. Ampak ajde. Še nekaj, preden gremo Never Have I Ever. To moram pokazati. Joj, Kaj, kjeru? dobila sem paket. Lahko pokažem to zdaj. Ja, dej. Unboxing. Skratka. ASMR. Čak. Bogi unika sem poslušate. V glavnem, mi dve s Saro sva dobile za testirati Beliso. To je naprava za blaženje menstrualnih krčev, ki dela na princip nekih teh Električni puls sprošča. In pač, kar jaz razumem, tu nekako preusmer te impulze bolečine, v to, da ti čutiš samo električne take, tako, pa kaj, kako se reče temu? Isto, ko imaš za trenirati ono za mišice. Električni impuls. Ja. A ni tu zdaj nek električni tak impuls, da Koliko te je ona strese? tens naprava, sam Ja. da je bolj nežno. Ja. Jaz sem se pogovarjala pač s temi, ki imajo to firmo in so rekli, da ta tens naprava se da tudi tako uporabljati, ampak da je premočna in ne moreš toliko nadzirati teh pulzov in lahko hitro predoziraš in ni glih priporočljivo to. Medtem ko tale je pa prav frekvenca prilagojena temu, da daš ti tlele gor na maternico. In potem ti krč mišice in potem ti pomaga pri tem, da nimaš krčev. Zdaj, jaz imam krče vedno prvi dan. Prvi dan jih imam brez izjeme in zdaj bom jaz to testirala, glih imela sem menstru, tako da, cute. Glih včerka, skrpove, sorry. Ne, to je to. povej. Včerka sem tu dobila, sem si prvič v življenju rekla, fakt, škoda, da nimam zdala menstruacije, da probam, ker sem jo glih imela. Tako da jaz sem dala to naprej Hani za sprobat, ki ima zdala menstruacijo v začetku aprila in pa bomo videli. Pa glih sta 2 metuljčka, tako da ona bo enega tega sprobala, pa bom pa še. Vrhunsko. Ja. Ja, tako si daš ta metuljček, si daš tako tlele gor. In to je ful dobro, ker pač recimo zdaj na te kavbojke jaz tega ne bi glih mogla imeti, ker imajo visok pas, pa bi me stisnili. Ampak recimo poletje, če imaš kakšno oblekco, imaš dejansko lahko gor in Tu noben imaš ne ve. skus lahko gor. Ker res je dosti kompaktna. Skratka, mi da bomo to testirale in bomo pol poročale, če nama je pomagalo, kako nama je bilo. Če bi pa kdo to rad že malo prečekiral, pa sprobal, pa sva tudi tako dodoble. In sicer Med da nama je 10. tako. Vse vam damo dol, pa kdaj bomo pa imeli menstruacijo? Ja, čez en mesec veste, kako nam je to pomagalo, pa če nam je, ne? Ja, ne vem, če That's bo it. čez en mesec, odvisno kako bo posneto. Aha, no, v redu. Mislim, da naslednjo epizodo, ko snema še nova imela menstruacije. Lej, Tako da- kako veva vse te stvari. Noro. Ampak ja, jaz sem to drugače ful dolgo že hotela sprobati in sem bila ful vesela. Ja, jaz isto. Ker smo se povezali, zaradi tega, ker jaz sem za to slišala še na Tumblrju. Jaz sem na Tumblrju prvič slišala za to napravo in sem si jo ful hotela naročiti, sem tam Ja. tako neki stojine in to je bilo za take bolane denarje, Ful. da pač mi je bilo kar tako. Včasih je bilo ful draže, to jaz sem vedno sem hotela to sprobati. Pa ful so res dobri odzivi in se ful veselim. Že ti ja, tako čist malo lajša je že dost. vse to. Jaz bi ful rada, da ne pravila toh teh tablet jesti. Pač res Ja. mi gre na živce, ker pa moram skozi tiste nalgesine jesti in to res ni dobro za nas. Tako da, Ja. nič, ful hvala Belisi. To je v bistvu, pa ja, v bistvu sploh še nimamo zares, sploh še niso sponzor, ampak mi da se reke, da to kar pokaževa. Ja, da, ker smo glih ta paket dobili tle in da unboxamo, pa da vsaj veste, kaj se dogaja, kaj Ja. pri nas. V glavnem bova to testirale pa povedale. Če ima pa kdo že izkušnje s tem, se pa ful priporočala. Ja, napišite. Pa še dobila sem vložke zraven, Ja. ki jih podarim, ker jih ne rabim, ker imam. Pa zdaj sem še testirala menstrualni disk. Si ga že? Oho. Več o tem pa kdaj drugič. A pa dejno, ok, v redu. No, skratka. Sam povedala, za menstrualni disk pravi, da ga lahko med seksom uporabljaš. Aha. Lahko ga res. Fajn se je vnesel, sem bila zelo zadovoljna. Noč, never have I ever, roko gor!
Dan si ti meni, ko iz ene predstave. I love it. Ko da sem na predstavi, sem se zdaj počutila flower. Lol. Ja, res dobro si govorila. Okay. Za tiste, ki ne veste, kako se to igra, ker nas mogoče poslušate prvič, ker ste kliknili na epizodo o tem, kako biti boljši v postelji, kako popestriti seks, spolnost. Ta igra se igra tako, da jaz preberem eno trditev in potem, če si to že naredil, daš en prst dol. In za vsako stvar, ki si jo naredil, daš nov prst dol in potem zbiraš, koliko daš prstov dol, ker ti jih zmanjka na eni roki, greš na drugo roko in tisti, ki jih da največ dol, gre v zapor zaporedne. Ja. Najprej. Nikoli nisem imel romantične... Napačna epizoda je odprta. Okay. Nikoli nisem seksal med tem, ko so bili drugi ljudje v istem prostoru. Stara je dala prst dol? Ne, jaz nisem. Ja. Ti si mene enkrat... Kaj? Jaz sem se spomnila, zakaj. Kaj sem ti? A sem jaz zdaj seksala v istem, ko so bili drugi v istem prostoru? Ne, nisi. Jaz sem, pa si mi ti rekla, Sara, groza. To je res grozno. Groza. Itak, da so te slišali. Si rekla, ja, pač če fulkrat sem brala kakšne izpovedi ljudi, kao, ja, pa sva seksala, pa je bila moja prijateljica v isti posti, pa ni nič vedela. Ja, je vedela, sem delala se, da je pa ni bilo noben. Ne, no, ampak tako, če to delaš, ljudem je pač bad. Ker jaz sem bila v tej situaciji. Razen, jaz sem če delala, si s temi ljudmi skomuniciral, da jim ni bed. Ja, ok, to je pa drugo. Ali pa če recimo si s cimri, valjda, da te slišijo, da seksaš. Ja, kasneje. Ampak jim res ni bilo bed. Niso slišali. Pa če smo si bili ful blizu, niso slišali in so rekli tako, jo, če pač ti tam sretno si hočeš požgati in valjda dej, ne? Kaj je? No, evo, to je drugače, ampak tako... Ne vem, kakšne situacije si ti predstavljaš v glavi. Kaj, da mi gremo na službeno potovanje in da ti seksaš zdraven nas. Ali pa tako neka žurka, da je. In potem tako, veš, ne vem, mora več ljudi prespati v enem prostoru. In potem se dva odločila, da se va pa mi dva tle požgala. Malo sta pjana, veš, in pol folk tam okrog spi. In meni se to zdi tako disrespectful. Ja, nisem to mislila. Ja, ok, no, jaz nisem. Skratka, prej sem imela podprt od prejšnje epizode, never have I ever. Nikoli nisem ustvaril seks bucket lista skupaj s partnerjem. In zdaj me je sram, ker pač jaz tudi nisem in bi rada. Ja. In zdaj bom. Ajde. Ja. Izziv. Ja. Ne, jaz nisem. A veš? Ja, veš, po moje bi ga pol vse, kar morata probati. Ja. Bom samo ga zelo dala iz pitch popa, pa se moram matrat. Ne bo ti všeč. Ne? Ja, zdaj sem tam si kar nek seks v gozdu, camping. Tu sem jaz posebno naredila, po moje. Tako da. Nikoli nisem seksal med delovnim časom. Ja, kaj zdaj to pomeni? Med delovnim časom. Ne pomeni, da si nujno rabo biti v službi, ampak pač si imel lahko delo od doma. No, obe smo dali prst dol. Ja. Jaz sem si. Kaj? Pa to zdaj povem. Ja. Jaz sem si vzela delo od doma za nalož, zato da sem lahko seksala. Ja, takrat. vem, ja. Ja, edino prav pis, da če delaš v erotični trgovini, kaj drugega bi ti pa lahko ponudil enkrat na mesec, kukar delo doma zaradi seksa? Ne? Ja, full fine. Nikoli nisem imel quickie-ja na javnem mestu. Kaj je javno mesto? Gost. Ja, a je bila možnost, da je kdo šumim? Prvo, ki je dala hiter prst dol, ker sem to rekla. Obe smo dale prst dol. Ja, javno mesto. Tam, da te lahko nekdo zasače v javnosti. Pač hiše. Ja. Ok, ja. Nikoli se nisem igral seks igre, kot je naprimer Black Donna ali pa kaj drugega. Obe smo se. Nikoli se nisem samozadovoljeval med tem, ko je bil partner v istem prostoru, brez da bi partner to vedel. Sara je dala prst dol. Res. Ni vedel. Ja, kaj nikoli spal? Ne. Ampak kaj nikoli nisi... Ja, ampak ne, veš kaj, ni fora. Ti misliš, da sem se jaz zdaj skrivala pa lagala. Ne, kaj ni ful kulski izziv, če ti lahko pride brez, da se sploh dotikaš. Razumeš? Veš, da se sploh nič ne dotikaš. Lahko sem stegna malo skupaj stiškaš. A prav tako? Ja. Kjera lisička. Tako veš, eni delajo keglove vaje, tako malo. Sara,
Ne, ora. Pa ni to vsak dan, ampak ja. Sej. Ja. Že enkrat je čisto dovolj. Ja, Wow, ne, jaz pa nisem to nikoli. Jaz ne znam tako sploh. Jaz sploh Ja, me ne bi sej, prišlo. zato pa mi je bilo jasno, da da si ne predstavljaš, da si ti mislila, da sem jaz kaj. Da si bila tako pod kotrom, pa vibrator. In si delala, kot da. Tako je šuro. Kaj to vibrira? Ne, to bi bilo pa res akar. Hudo. Ok. Nikoli nisem bil povsem gol, medtem ko sem kuhal ali opravljal kakšna druga opravila. To pa je rikt. Ker ti točno veš, da sem jaz naga doma in neki take stvari pisati. Sara je dala prst dol. Kaj je to? Drugač, a veš kva, jaz sem tudi prst dol, zaradi tega, ker sem živela še v Kopru, je bilo toliko vroče, da nisem mogla biti oblečena in pa sem mogla delati pač naga stvari. Sam je bilo pa najbolj natek to, ker pač mi smo imeli toliko čudno stanovanje, da sta najemodajalca lošla kadarkoli čez hodnik, ker sta imela na koncu hodnika onedva še en svoj del fleta in pol nisem mogla biti varno naga, ker pač takrat, ko sem vedela, da sta onedva lahko doma, nisem mogla pač iti na hodnik niti, ne. Z Janom ne kuhata naga. Kaj? Z Janom niste nikoli naga kuhala. Pač, No, za na bucket list. ma ne, jaz ne morem, mene je strah, kaj če mi kaj preleti v luliko. Kakšno olje, veš. Drugač tako, jaz imam tako pekline, po Vidiš? eni joški, zato ker skus jemljem naga, pečen krompir iz pečice in fucking vedno se nekaj zgodi in se opečem in imam prav tako paro peklin zaradi tega. No. Ja, ampak meni se zdi, da je to tako, To da pač to se paše name. Ja, tako, že da bi bilo čudno, če ne bi imela. No, se, jaz v resnici pač se nisem nikoli tako opekla, da bi lahko imela od tega opekline, Ja. tudi čez oblačila, ne? Ampak si pa predstavljam, da bi olje lahko vame špricno ali pa kaj. Jaz pa pa včasih, pri a veš, vas. kaj delam, ka ful šprica tam okrog in kaj najbolj, da zdaj vame šprica olje. Okay. Tako da ne bi zaradi tega. Ne, da mi je problem biti naga, pa naga delati stvari sam. Ja. Okay. Ok, nikoli nisem bil med seksom 100% podrejen. Kaj to pomeni? Pa ne vem. To si vsak zase razloži. Ja, jaz verjetno sem. Jaz ne vem, če lahko govorim na to Čak. vprašanje. Kaj to sploh pomeni? Kaj si tudi stotno podrejen? Tako, da nisi pač, da si res uno, da je partner delal s tabo, pač, da ti nisi nič rekel, da nisi predlagal niti, a deva to spremeniti, ali pa ne vem, dej, bom to naredil, nič. Ti nima, ne, sam jaz sem zikr vedno, saj ne vem. Ja, jaz imam vedno kakšno pripombo, Jaz po moje. Tako da nisem bila nikoli jaz sem prst dala dol, pa sem ga dala zdaj nazaj gor. Ja, jaz pa nič. Tako da Ne vem, to je čudno vprašanje. ni. Men pa Če je. No, nekdo, ki napišite je v bil- komentar, če ste bili kdaj med seksom 100% podrejeni. Če je kdo bil, mu je točno jasno in točno ve. Aha, ok, se pravi, če si bil sužen. Recimo. Ok, fair Ja. enough. Tako da, jaz sem dala 4 prste dol, Sara je dala 6 prstov dol, kar pomeni, da shocker, alert, Je kar sama. ja prav, Sara Če se pa bo je danes, ne fair, veš kaj, ne bi bilo ful zabavno, če bi nam oni ta vprašanja tudi napisali. Oh, Da, če ker ima kdo- nama že zmanjkuje idej za te never have I ever. Mislim, Sorry, zmanjkuje idej. a Pač. nisem dobre, to so bile pa prav dobre zdaj. Ful so bile dobre, še sploh zate. Ampak meni bi se zdelo ful zabavno, če bi Bom dala jaz kviz. Pač to vprašanje, da Q&A, napišejo. da napišejo, ja, never to bi have I bilo pa ever ful said. zabavno. Pa ti ne boš mogla prirediti tako, da jaz bom zgubila. Ja, Evo. lahko še zmer zberem take, ki se mi zdijo, pa jih dam v Ja. isto epizodo. Ja. Drugače, ni bilo to namen, ampak se mi je zdela dobra, pa sem tako, ja, kaj zdaj? Ja, Najbolj ja. za zdaj ne dam zaradi tega, ker vem, da bo dala pa Sara prst dol. Ja, ja. Sej point je, da damo prste dol. Ja, Ne bi ja, zdaj tlele. ja, ja. V glavnem, hvala, ker ste gledali to epizodo, hvala, ker ste jo lajkali, hvala, ker ste komentirali, hvala, ker ste subskrbali. Ja, pa napišite, kaj od tega ste že probali, pa kaj boste še probali. Jaz imam res brain fart. Adijo. Če ima pa kdo kakšno ful dobro idejo za Never Have I Ever, jo pa lahko tudi napiše ali v komentar, ali na Instagram, ali na mail. Ja, karkoli. zihar imate, le koliko vas je, 100 jih imate, napišite. Napišite. Adijo. Čau! Mua.